Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. Danes je naš gost, nekdanji vratar Olimpije, saj tako ga navijači najbolj poznajo, ampak tvoja zgodba sega malo dlje, kot samo od nogometa. Dobro. Otrok svobode. Tako. Eden najglasnejših igralcev Olimpije na igrišču, ob igrišču, neizmeren borc, ki je v bistvu dobil eno najpomembnejšo tekmo v svojem življenju. Tako. Danes pa, kot si rekel, umaknen od nogometa in uživa življenje. Tako je. Hvala za lepe besede, pa hvala za povabilo. Po dolgem času sem spet mal neki javnosti, tako da imamo tudi tremo, ampak hvala še enkrat za povabilo, pa za tak lep uvod. Škaj, ta ena stvar, ki mene tako zanima, ne? Zakaj golman? A veš, ponavadi igralci, vsi imajo te vzornike, pa kao napadalci pa to. Kje tebi, da boš golman? A si hotel biti to od njega? Ne, nisem. Prej so se že pogovarjala v nekem neformalnem pogovoru, da je bil moj idol v mlajših letih Roberto Baggio. Repek, frizurca, podobna. In kot otrok začel sem na Viški Svobodi, ker mi je bilo najbližji, z družbo, na kolo, trening. Sem igral tako kot vsak, najprej napadalec, pa se mi pa ni dal več to laufati, pa sem šel pa nazaj. Vezni, pa sem videl, da Vezna mora še več laufati, pa malo obrambo, pa smo pa, ne vem, pri tem v 12-13 nek turnir, smo šli v Svobodo na nek turnir in ne vem, ali se je golman poškodoval, ali sploh ni prišel in je trener rekel, rabimo enega, ki bo branil na gol, na tiste 5 metrske smo še vrnili, čez pol se je igrali na počez, ne. In sem rekel, da bom jaz. Itak se mi ni dal laufati, ne. Sem bil malo len takrat, sem rekel, bom jaz stopil na gol. In je bilo dober in po tekmi, po turnirju, prav meni trenerja, si ti kaj razmišljal, da bi bil golman? Sem rekel, ne, nisem. Prav, glej, dej, da te probamo, ne, to mislim, da bi ostal. Sem rekel, okej, meni mislim, načelom jaz sem nogomet, rad sem ga igral in smo zaradi družbe smo hodili, zaradi ljubezni do nogometa. Rekel, okej, ni problema in se tako začel. Tako da čist slučajno. Čisto slučajno je bilo to. Mislim, če je kaj v življenju slučajno, ne. Veš kaj bom še, zato ker nazadnje sem zasral, ne. Pa sem optine state sem na koncu povedal, ki bi jih mogel prej povedati. Prej sem se pogovarjala, da nekje 3-4 sezone si bil pri Olimpiji, ne. Samo da to je bilo ena taka zadeva, da si imel nek dvojni status na začetku. Tako je, mislim, tista prvo let, to je bila še Olimpija, ki je igrala na Žaku, takrat, preden smo se preselili na Stožice, sem jaz v bistvu treniral z Olimpijo, branil sem še na Svobodi, to je bilo do zime tako, potem sem se pa registriral za Olimpijo in sem dobil neko štipendijsko pogodbo, takrat so bile še igri tiste dvojne registracije, sem v bistvu bil član Olimpije, branil sem na Svobodi, če bi bilo kaj slučajno narobe, da bi mogel biti v kadru, bilo bi bil tudi recimo na klopi Olimpije ali pa igral. Potem sem pa, to je bila tista prva sezona, potem sem pa podpisal profesionalno pogodbo 4-letno takrat prvo z Olimpijo. A veš, koliko nastopov imaš? Z Olimpijo? Ja. 70? Približno? 81. 81, dobro. V vseh tekmovanjih? Ja. Dobro, jaz sem verjetno mislil bolj na prvenstvo, tam približno 70. Ne, vse je, ja. To je tukaj tudi Evropa, z Evropo, pokal. s pokalom, okej. Ja. Pa nikoli nisi prejel več kot 3 zadetke. Na tekmi? Ja. Okej, tudi to je veliko za Olimpijo. Če si golman Olimpije, pa dobiš 3, je veliko. Ja, sam ti nisi. Marsikdo je. Več kot 3 sva rekla, sem verjetno dobil 3, ne? Ampak to je veliko. Kolikrat ga pa nisi? Misliš, v času igranja za Olimpijo ali na splošno kariero? Ne, za Olimpijo. Kaj pa vem, sigurno mogoče vsako četrto, da nisem dobil. Mislim tako v povprečju, ne vem, tam 25% mogoče. Še malo boljše. Še malo boljše. Pa ni slabo, ajde. 28. Dobro, ajde. Si bil brez. Dobro. Ni slabo. Ni slabo. In pol, ta tvoj začetek na Olimpiji je bil zelo tak hiter skok kaj so se prej pogovarjali, iz 4. lige v evropske pokale. Tako, jaz sem na Svobodi najprej branil 5. ligo, člansko, ko sem šel iz mladinskega staža, potem 4., takrat tista dvojna, to, kar smo prej govorili, in potem prva evropska tekma v Širokem, Džafo braniš, sem rekel, nisem najprej pol ure čutil
popkano zdol, nog nisem čutil na tistem sestanku, sem prišel bled. Moram eno anekdoto povedati iz tistega cajta, takrat sem z Rujketom, z Rujovičem, mene sem bil cimer v Bosni dol in je bila tako zgodba, da mislim, da je bil en teden predtem, je bila generalka s Partizanom na Stožicah in sem jaz približno 15 minut branil. Takrat je Lipovac branil skoraj celo tekmo, Šeliga je podpisal za Olimpijo, ampak je bil takrat poškodovan in je pač bila, mislim, dilema med nami, jaz v svoji glavi nisem imel dileme, ker sem mislil, da bom branil, ne. In tisti teden pred to prvo evropsko tekmo, po tej tekmi s Partizanom, sem jaz vrhunsko delal treninge in mi dva z Rujketom v sobi, on me govori, jaz imam občutek, da boš ti danes branil. Sem rekel, Rujke, kako bom branil? Branil sem še 2 meseca nazaj proti Jevanci, 4. ligo. Ne vem, Jevanc, ali kdo je bil. Rekel, jaz sem tak feeling, ti si tako dober trener, boš videl, pravo Dule se bo odločil, takrat je bil Kosič, ne, se bo odločil za to. Sem rekel, manj šans. In gremo mi predtekmo neka analiza, sestank in nekdo od trenerjev, mislim, da je rekel, kao Džafo pa Kiki počakta, ne. Rekel, ok, ajde. In so vsi šli, ne vem, na kosilo, prav mi smo malo analizirali, malo smo debatirali, kao Džafo, ti boš dan začel. Pridemo v sobo, oziroma v sobo smo šli, ja. Pridemo v sobo, odprem vrata, tako sem bil bled, je Rujk rekel, a sem ti rekel, da boš branil? Takoj mi je vedel, veš, kaj videl, koliko sem bled ratu, koliko me je presekal in rekel, sem rekel, da boš branil, vedel sem. Tako da to je bila neka zgodba, ja, takoj na gol, Evropa, se trema, ampak dobro, končal se je lepo. Pa pol je bilo zate še pol težko, zaradi tega, ker 1 let prej Olimpija pred, to je bilo Zrinski, ne? Široki. Ja, Olimpija je spadla 1 let pred tem, Izet je bil takrat predsednik, on je delal vse, rekel, sam moramo jih letos ven vršiti, karkoli se bo zgodi, njih moramo ven vršiti iz Evrope. Začne se tekmo, on takrat, mislim, da 1 let pred tem je šel dol na tekmo, tisto sezono, ko sem jaz branil, je pa iz nekega vraževerja ni hotel iti dol v Bosni. In ni vedel niti, kdo bo začel nič, ko je videl postavo, ko je prebral moje ime, tako je zgodba, da je klical Ačimoviča, pa Konjeviča, takrat direktor, Mile je bil športni, rekel, pa kje ste tega najdela, ste vi normalni, da, kako ste njega dali na gol, če zgubite, ne mi prihajati nazaj, niti vidva, niti on, ne se vračate v Ljubljano. In hvala Bogu, sem jaz po tisti tekmi bil, ne vem, v časopisih igral od tekme in je bil čisti tak navdušen, ker pri Izetu je bilo tako, en dan si najboljši, drug dan si najslabši, tako da je bilo pol vse super. Se zdi, zato imaš ni veliko zgodb, ne? Kar dosti, ja. Jaz sem bil v tistem obdobju, pač enega predsednik, ko je bil Rastoder cel cajt predsednik, je bilo kar nekih teh dogodivščin raznih, in slabih in dobrih. Se tega se bo dotaknilo, ampak zdaj tle, jaz se spomnim, da pol ste vi, kaj ste pred nekim severnim Ircem, ste pol v drugem okrogu igrali, ne? Irci, to smo šli v Dublin na gostovanje, potem je pa tista znamenita Avstrija Dunaj, ne, v 3. predkrogu. Ja, tiste pa, kaj je bila tista sodniška, ne, Tako, tiste ruske sodo, ki so ga pol suspendirali, ne. So ga Ni bilo suspendirali. vara, če bi bil var, bi verjetno igral. Ja, tista je bila živa kraja, Ja, ne? dobro. Mislim, takrat se je meni zdel, da če bi vi v bistvu takrat isto Avstrijo ven vrgli, da bi vi v Evropo igrali takrat. Ker ne vem, takrat je pol, ne vem, kaj Avstrija je dobila nek... Oni so, mislim, da bili nosilci, tako da so imeli malo lažji žreb, ne, ker ti v 4. krogu mislim, da ne prevzameš status nosilca, če greš naprej, ampak se po koeficientu gleda, ampak mislim, tako smo mi tudi imeli občutek igralci in pač tudi stručni štab, ne, takrat strokovni štab smo vsi nekako bili prepričani, da če bi tisto tekmo šli naprej, da bi sigurno Evropo igrali že takoj tisto sezono. Mislim, kakšen je, vi tak valjda je feeling je totalno grozen, ko pa še izpadeš, ne? Kako ste se vi takrat počutili? Sploh, veš, ko se ti nekaj tazga zgodi, ki je očitno, da je bila napaka kraja. Mislim, sigurno prišel smo v garderobo, to 15-20 minut noben ni spregovoril, vsi razočarani, vsi poklapani, glave dol. Ampak kaj pa lahko narediš? Kaj, greš do sodnika, pa mu nekaj rečeš, pa te da rdeč karton, ti da 5 tekem prepovedi. Mislim, v tistem momentu bi ga najraje verjetno zadavil, ne na igrišču, ampak mislim, super gostovanje, veliko naših navijačev na Dunaju, že prva tekma, kle, poln stadion, veliko njihovih navijačev z Dunaja, res na obeh tekmah super atmosfera, super igra z naše strani, še posebej, ker smo zgubljali 2-0 gor. To je bila isto ena anekdota, ker je Kosič je takrat se je začel že drug polčas, pa ne vem, je on bil na WC, oziroma je zamudil minuto na drug polčas. Je bilo že 2-0, ne? Ker mislim, da so oni začeli sredine, drug polčas, tu prva akcija 2-0. On sploh ni dojel.
Mislim, da v tistem momentu sploh ni slišal, da je padel gol in je prišel in čez 5 minut je pogledal na semafor in je videl, piše 2-0. Pa se je prvo rekel, pa kaj s temi Avstrijci, kaj je 2-0, kaj oni pišejo gor. In so rekli, da smo dobili gol takoj 15 sekund od drugega polčasa. Sad pa smo se sicer vrnili, pa tisti penal za njih. Pa smo imeli še šans, vem, da je Dare zadev, takrat Vrša je zadev, prečko direkt iz kota, pa še en prosti strel je imel, ki je golman obranil, pa Toni je imel eno šanso, isto, ki je vrhunsko obranil golman. Tako da smo bili res zelo blizu. Zdaj sta tle dve zadevi, ne? Ti imaš, vem, da iz teh evropskih gostovanj imaš ti velik zgodb, ne? Jaz sem zadnjič sva se pogovarjala o Tromsu, da ta je bil, še eno sem pa nekje zasledil, da je pa Finka enkrat kva pasuš zgubil. To je bil Dublin. A to je bilo Dublin? Troms je bil, mislim, da je bil Dublin tisto, to je bilo pred, mislim, da Avstrijo, če se ne motim, mislim, da je bil pred Avstrijo, ali je bila naslednja sezona, zdaj sem malo to sem zamešal podatke. V glavnem, v Tromsu smo šli tak, konc 6. meseca, mislim, da so nam rekli, vzamite jakne s sabo, zimske. Ker sem jakno v Ljubljani 40 stopinj. Za vsak slučaj. Mislim, da nekdo, omladič, nekdo je pozabil, itak smo zvečer prišli v hotel, kao po večeri malo sprehod, da gremo ven iz hotela, on je šel brez jakne, čez 2 minuti se je obrnil. Sneg, to je 5 stopinj. Znači, konc junija, konc 6. meseca, začetek 7. Ja. Sneg, mrzlo, 4 ure pa pol let, ker imaš z avionom do Osla, je še enkrat gor na sever. Ja, se to je čist gor na severu. Ja, severu. Mislim, takrat je bil ti si imel polarni dan, skoraj da ne, mislim, vidva z Jovićem sva bila cimra, takrat tudi na tej tekmi, z ura 15 minut do polnoči zvečer se vse zatemnilo, ampak pod spodaj, pod zaveso je malo svetlobe, ne moreš zaspati. Mislim, haos, umetna trava, mrzlo, podaljšek smo igrali, spadali po podaljšku, katastrofa. Na večeri po tekmi sedimo, itak vsi razočarani. Že prej smo prišli do hotela, z busa je bil Izet, je bil z nami na tekmi, Rastoder, in prihaja ven, midva z Špokijem na srednja vrata, on govori nam, to tekmovanje ni za nas, naslednji let prvaki, igramo Ligo prvakov. Igre. Midva gleda ven drugega, sem rekel, večerja, sedimo tako igravci za eno mizo, strokovni štab, pa uprava, pa to za drugo, in kar naenkrat reče, Aris, se ti bo to verjetno Aris tudi povedal, pridi sem, tako Izet je govoril neko polomljeno slovenščino, ne. In Aris tako stane, mi se pač avtomatsko se vsi obrnemo, kaj se dogaja, on pa denar iz žepa in po 200 € tako šteje in mu da tako se bori za Olimpijo in mu da kao premijo pred vsemi. Pa to je narešnica. Pa ta zgodba z Finkom v Dublinu, ki je pa zgubil potni list od hotela na letališče, v busu ga je zgubil. In ga ni mogel najdeti. In potem urejaj, sploh ne vemo, kako je prišel čez, ne. Neko sreča, veš, ker je bil pač organizirana ekipa in so pri kluba so nekako to, da je dobil nek list, da bo dvignil potni list oziroma dokumente v Sloveniji, ker smo leteli najprej, mislim, da Dublin, Frankfurt, pa Frankfurt, Ljubljana in je mogel na 2 letališčih urejati, da so ga spustili naprej. Vi ste šli to za redno linijo? Redno, v Tromso smo šli sicer z čarterom. Ja, kad ja itak. Ja, a to je zgodba itak, da je Izet vzel čarter, pa da bo potegnil 10 nekih sponzorjev sabo, pa se noben ni pojavil. Tako da to je lepa gostovanja. Lepa gostovanja. Veš kaj, ampak prej, ko si še rekel, ne, glede tiste situacije s sodnikom, zadnjič sva se pogovarjala, ko je bila ena tekma, ki je meni ful v spominu ostala, tista pokalna pred Mariboru na derbiju, ko si bil ti izključen. Zdaj ti meni malo še enkrat povej, ali pa zdaj vsem, kar si že, kako je ti, a veš, ker pol mene tudi zanima, ne, kako se ti pol počutaš po neki napaki, čeprav tle sploh ni bila napaka, ne? Tako jaz bi rekel, jaz sem kot človek zelo temperamenten. A biš? Ja. Ok. In v nekaterih situacijah odreagiram tako, hiter pa mi je pol žal takoj. Pač eksplodiram, pa mi je čez 30 sekund žal. Tako sem tudi v življenju, ne samo na igrišču. Ampak tak sem. In tekma z Mariborom, mislim, da smo imeli aktiven rezultat. Prva, mislim, da je bila takrat 1-1 je bilo, mislim, četrt finale na 2 tekmi se je igral. Prva je bila v Stožicah, neka dolga, globinska žoga, Berič gre sam proti meni, jaz grem v šut, se razširam. On je prišel preblizu, videl je, da ne more nič narediti, da ne more dati gola. Si je žogo nabil mimo mene, ampak ona je šla 10 metrov stran od gola. In hoče me kao preskočiti, ne, ampak jaz vidim, da gre on v kontakt in jaz
se probam uleči nazaj, da se izognem kontaktu, on pusti nogo normalno, malo me po ramenu, tu pade, skomina sodnik, penal, rdeč karton. Takrat je bilo, zdaj je to novo pravilo, da ni, če bolj me naredi, kot zadnji ni več rdečega kartona, ker je dvojna kazen. In on meni direktor rdeč in jaz mu razlagam, pač, da gre on na kontakt, da rekel, kam je brcno žogo, ne, mislim, se ne gre sploh, da bi dal gol. On je imel pa take, včasih je znal med tekmo imeti neke komentarje, sicer super sodnik, vrhunski, sigurno slovenski najboljši v zgodovini sodnik, ampak se mi zdi, da včasih, kolikor je bil tako mednarodno priznan, da je odnos do igralcev v slovenski ligi bil malo tak prepotenten. On je mi rekel, najbolj, da ti meni razlagaš, raj se ti naučiš braniti, ne ti mene učiti mojega posla. In v tistem momentu meni zavesa dol, tako, in jaz, da mu do, ne, pa me nekdo od igralcev porine stran, pa on meni govori vmes, ker sem me že porival stran, da grem proti garderobi, Grgobcej, boš videl kazen, kakšna bo, ne. Meni pa to pa še dodatno, pol da mu še se nagovorim, ne. In sicer valjda, čim sem prišel dol z igrišča, sem vedel pač, da je to pol problem tudi za naprej, da me sigurno čaka večja kazen. Jaz, ko sem se ohladil po tekmi sigurno do garderobe, do sodnikov, da se opravičujem, da pač reakcija, kaj ne naredim, mislim. In vse ok, kao ja, vem, ne smeš tako reagirati, gor dol. Sicer sem dobil, mislim, da takrat 2 tekmi, ker bi mogel več, pa ker sem se opravičil, sem dobil manj. Čez neki cajta sva se srečali, on mi je rekel, veš, da si imel prav, kao, da ne bi ti smel dati rdečega kartona takrat, ker je on šel pač tako očitno v kontakt, ker ni imel sploh druge opcije, da karkoli naredi v tistem momentu. Ni bilo vara, da je bil var, mogoče bi pa pogledal, pa bi njemu dal rumen karton, pač niti ni bilo simuliranje, ampak je bil kontakt nek, ki ga je on... Ja, isko ga je, ne? Tako, pač isko je, pač, videl se, da jaz hočem pobegati od kontakta, da ga pa on išče, ne. In no, zdaj imam tle 2 pa je šel vprašanje. pa Delamea na gol. Ja. Tvoj prejšnji gost, ja. Pa mislim, da, ja, pa tudi je dobil gol iz penala, ne? Tako, pa mislim, da je še enega dobil. pol kasneje, ja. Se to vram, to je večji problem, je pol to, ne. Potem, pa pol naslednja tekma, če ne, še sem v tem momentu kapetan, prvi vratar, te ni naslednjo, pa pol še eno, pa... Zdaj, zaradi tega imam zdaj tle 2 vprašanja. Veš, Tonči je zadnjič rekel, ne, da var, da on bi ga skenslil. Kaj pa ti misliš? Jaz bi ga tudi. Ja? Sem se na koncu je bil glih ta čar fuzbala je bil, pa pol, da se še 5 dni komentira potem, primer, sodnik Gura Real, ne vem, Gura Maribor, Gura Olimpijo, kogarkoli, ne. Pač, ampak se to je, človeško je narediti napako. In glih to naredi pač neko dodatno draž temu nogometu. Že to, ker ti daš gol, pa čakaš 5 minut, a je gol. Se tam, glih zanj gledam, ne vem, Arsenal, on skočil med, to, ko ne spremljam fuzbala, sem te malo začel. Ne vem, Saka skočil tam skoraj da ne v 3. vrsto med navijače in pol, a je gol, a ni gol. Mislim, po 5 minut se gleda var za to, a je on imel noht od spredi branilca, imel igral, mislim, to je neumnost. Jaz bi ga skenslil. Ja, pa tudi, veš, zdaj, kar je pol, je ponavadi so zmeri sam te debate, kaj pol sodnik Zdaj ga ne rabaš več. Recimo stranske sodnike, po mojem mnenju, ne rabaš več. Ker on več ne upa dvigant offside, da je ni. On pusti, pa pusti varu, a je bil offside, da ne. Razen, če je res siguran, da on bil 2 metra, pa pol dvigne. Pa zakaj pol počuješ sodnike? Oni več niti ne upajo, sodnik ne upa dosožiti. 11 metrov, ki ne upa dati rdečega kartona same, omejili so sodnike. Ampak tukaj je rekel en trener, odgovornost je vsa, ok, sodnik nima več nobene odgovornosti, skoraj da ne. Igralec, trener lahko dobi odpoved, igralec dobi prekinitev povede, karkoli, sodnik nima nobene odgovornosti, zaščiten maksimalno, ok, ni pisku, imaš še eno priložnost, ti nimaš kot igralec 2 priložnosti, ne vem. Tako je takrat, recimo prejšnji podcast, ki je Toni razlagal, ne, da je dotaknil žogo, pa vse ni šel gledati var, pa mu je vse dal rdeč karton, ta sodnik verjetno ni odgovarjal za nič, ni bil kaznovan. Delamea ni naslednjo, ok, imel je srečo, pa so mu razveljavali rdeč karton. Tekmo so pa še zmeraj izgubili, ne? Ti izgubiš igralca, vse pravim, dvojna kazen za vratarja. Narediš rdeč karton, ki je bil, ni bil, 11 metrov, kaj igralec mora biti na gol, znači trojna kazen v bistvu. V tem mojem primeru je bila trojna kazen, ker mi več nismo imeli menjave. In enostavno, ok, ampak da vsi sodniku neko odgovornost, koliko igralcev oziroma trener je lahko izgubi zaradi napake sodnika, je kaznovan, dobi odpoved. Ok, gremo sodnikom dati neko odgovornost. Nisi dobro sodil, ne moreš naslednjih 5 tekem biti, 5 krogov ne moreš biti v protokolu. Ne, sodniki so zaščiteni.
In plus sem mu dal še var, gremo makniti var, pa gremo povečati odgovornost sodnikov za njihove napake. Ampak je pa draž fuzbala bil temu, da je odločil pol koraka, je bil offside, ni bil offside, pa ti ena taka stvar lahko odloči tekmo. Zdaj toliko prekinitev, toliko čakaš, a ni, mislim. To se je zdaj ful razvleklo. Preveč, za moje pojme preveč. Jaz bi ga glih zaradi tega ukinul. Če bi naredil v nekem doglednem času, da bo to res hitre odločitve. Ne, pa da je tudi očitno, ne. A veš, mene je smešen, ko grejo gledati pol, a veš, offside pa je. Pa gledajo, mislim, a je tam, mislim, a sme uprč česa, nisme uprč česa. Vse nekdo riše te črte, še zmer človeška roka riše to črto, ne. Recimo, nedolgo nazaj je bila v Bosni tako črta narisana. Ja, se to je tudi zadnjič to. Vse ne to, veš, ampak gremo, pustimo var, da je pravičen. Če rečemo, da bo bolj pravično, ampak avtomatizirati oziroma ubrzati ga do te mere, da bo to hitre odločitve, da ne bo to 3 minute trajalo, 5. Pa se zmeniti pol, tudi primer, kaj je roka, kaj ni roka. To več noben ne ve, kaj je roka, kaj ni roka. Ja, se to je še zadnjič Čeferin rekel, da že njemu ni več jasno. Bedarija. Kad so glih pri napakah, kaj pa, katera se je pa tebi zdela tvoja tista, da si se res slabo počutil? Skozi kariero? Ja. A še imaš tako kakšen moment, ki je bilo res tist, to sem pa za J. Jaz bom rekel tako, imam eno, v bistvu, ki je tudi napaka polno sicer na tekmi, ampak je moja napaka že pred tekmo. Mislim, da so se tudi že pogovarjali. Derbi v Sarajevu, na našem stadionu v Sarajevo Železničar, kjer sem v bistvu bila takoj druga to tekma po moji vrnitvi od pozdravljanju, ker jaz nisem bil niti fizično, verjetno tudi niti psihično dovolj pripravljen, da bi branil to tekmo, ker je bila situacija en krog pred tem, da sem jaz v bistvu končno dobil potrdilo od zdravnikov, da lahko sem zdravniško potrdilo, da sem zdrav, da sem lahko v protokolu, da sem lahko v kadru. So me vzeli s sabo v Mostar proti Veležu na tekmo, kot neko nagrado, tudi tako malo zaradi ekipe, zaradi vsega, pač zaradi te moje borbe, tako da tudi imam motivacijo za ostale. In se zgodi, da na ogrevanju se poškoduje golman, grem jaz na to tekmo, pač grem brant, ker ni bilo niti, noben sploh ni niti predvideval, da se lahko karkoli, mislim, taka stvar zgodi. In sicer sem jaz to tekmo delal, mislim, da smo mi zmagali. Na poti nazaj v Sarajevo sem jaz dobil vročino na busu. Toliko sem bil potrošen, pa toliko sem bil zmučen, da sem vročino dejansko imel. Glava vroča, noge vrele, vse. Drug trening po tekmi me je trener Ratarjev po 20 minutah poslal dol, jaz nisem mogel stati na nogah, toliko sem bil izmučen. Sicer glavni trener je insistiral na tem, da bi jaz branil, jaz pa tudi tisti pretirani želji, kad končno si se vrnil, dal si vse to čez, derbi, mislim, da nisem bil pripravljen za to tekmo. Potem se zgodi, eno sem sicer še prvo sem nekaj odbranil, mi smo vodili 1-0, pa je bil pa prosti strel, tu po moj kot, v Sarajevo pa tako, hiter te publika vzame nazad, in si hiter pod. Taka težka publika, zahtevna zelo. In pravim, to je nekaj tako, napaka že med tekmo, ampak večja napaka je bila že pred tekmo, ker nisem bil fair, najprej do sebe, potem pa do cele ekipe, da sem rekel, jaz nisem pripravljen za to tekmo. Rekel si, da te publika vzame, kaj to pomeni po tekmi? Po tekmi? Ma že med tekmo. Tako, to je nekaj, kar jaz pogrešam na splošno, zdaj recimo v Olimpiji, v Ljubljani. Ljubljana se mi zdi, da ni toliko nogometno mesto. Recimo Sarajevo, jaz sem bil tudi 3 sezone tam, še danes, ko grem, te kakšen na pumpi prepozna, pa reče, golmane, kje si, kaj dogaja, kakšna situacija, kje si zdaj, kako si, pa tako, kakšen natakar, pa tako. Tam res dejansko ljudje dihajo z enim ali pa z drugim klubom, ker sta 2 kluba v mestu. In ko zmaguješ, itak največji car lahko delaš, kar hočeš, čim pa zgubiš, recimo po tej tekmi, jaz sem sobota bila tekma, do naslednje srede, naslednjih 5 dni, trening, avto v garaži dol pod blokom, podzemno parking, v trening kamp, nazaj, Volt, oziroma karkoli že imajo dol, ali pa kje na hitro trgovino, niso hodili nikamor 5 dni. Ne, Bog ne daj, da greš ti na kavico nekam sedeti. To je takoj, tam si vsak človek vzame pravico, da ti skomentira, kaj ti pojma nemaš ti to, ne? Tako, in da se ti nagovori v marsikaj. In potem, če si
če imaš malo klikerja v glavi, raj ne hodiš neki cajta, da bi malo se izognil kakšni neprijetni situaciji. To te sam še bolj obremenjuje. Tako, je pa res, ko pa zmaguješ, se pravim, jaz sem imel, hvala Bogu, to srečno, sicer nisem, hitro sem zbolel, takoj po parih mesecih, ko sem podpisal za Sarajevo. Mi smo takrat to srečo, da smo bili 2krat zapored prvaki in si lahko sedel v lokalu, pa nisi plačal nič. Tako. Tega recimo v Ljubljani ni. Ne. Se mi zdi, da tudi vsak let je manj tako nogometno mesto. To recimo pogrešam, recimo, če naredim paralelo med življenjem tam, oziroma med publiko tam, pa publiko kle v Ljubljani. Ne. Z tega se bo še dotaknilo, pa kaj veš, glede te napake, zdaj me še zanima, kaj pa so igralci? Pa mislim, vse so videli, da mi je težko. Vse ti ne bom ti noben nič rekel. Mislim, opraviča se, sam kaj ima, mislim, na koncu kaj ima pa tvoj soigralec od tvojega opravičila. Veš. Mislim, je pa tako, jaz tudi kot, ne vem, če nekdo drug zafrknil, ti kot igralec lahko čutiš, a je njemu res dejansko žal tako, da vidiš, da se je zaradi te napake, pa da mu je res dejansko žal, ker je pustil ekipo, pa na koncu samega sebe sem jaz pustil na cedilu, ne sam ekipo, prvo začneš umeti pri sebi. In veš, začutiš lahko, a je nekomu tako žal, ker pač mu je tako žal sam zato, da reče, da mu je žal, ampak ali se pa res znotri žre, ne. In se mi zdi, da takrat sem res, mislim, se so mi vsi dali podporo po tekmi. Se nisem bil jaz edini, mi smo kot ekipa, kolektiv odigrali zelo slabo. Veš, ampak jaz sem pač čutil, da se to nekje pri meni začelo in se pravim, pa sem pa takoj začutil krivico, ker nisem bil fair do sebe, pa do ostalih, da sem rekel, ne bom branil to tekmo. Ja. To je, mislim, verjetno marsikdo na mojem mestu, večina bi rekla tudi, naredila isto, kot jaz, ker kdo bi pa rekel ne. Posebej po taki zgodbi, ki se meni, po vsem tem, kar se meni zgodil, po zdravljenju, po vsem, ti misliš, da lahko greš takoj na Mount Everest, ne. Ampak dejansko, veš, telo ti pa nekaj drugega govori, ampak veš, tu sem se recimo naučil poslušati svoje telo. Veš, tako, takrat v tistem momentu. Ker jaz sem bil zmer tak, nekaj te malo boli, stisnem zobe, ne. Tako, kot si rekel na začetku, borec. Jaz nisem znal, imaš kakšnega igralca, malo ga loža, blija pa ne vem, prepona, ne bom igral. Še sem igral res, treniral igral, dokler res do tistega momenta, ko mi pa reče, zdaj pa stop, zdaj pa ne moreš, ker lahko sam narediš problem, ne, sam se. Tako da. Zdaj mi daješ le istočnice, marske bi se lahko zdaj to. Ker rekel si ta borc, ne, pa se bo malo nazaj na Olimpijo vrnil, zato ker tam si bil borc, tako, meni se je zdaj, jaz se te spomnim iz igrišča, se pravim, pol je bilo, pa tudi v kakšnih pisarnah si bil zelo velik borc. To je tisto, ki sem prej rekel, da si bil na Bavarskem dvoru zelo glasen. Ja. To mi je Cank rekel. To so tisti znameniti sestanki z gospodom predsednikom takrat, ne, o znižanju teh pogodb oziroma plač. To je bilo, mislim, tudi enkrat sem se že prej pogovarjala, pa govorila, rekel sem ti takrat iskreno v številkah, kakšne so bile takrat plače. Naše, recimo, jaz, ker sem podpisal prvo pogodbo, nisem gledal, koliko je to denarja. Ker meni je bilo čast, posebej iz 4. lige, kjer sem prihajal, da kot Ljubljančan, kot domačin, dobim sploh pogodbo, priložnost, da sem jaz del tega kluba. S tako zgodovino, s tako sredico v klubu, ker so igrali taki igralci, ki ima na koncu tudi publiko, take navijače za sabo. Da sem sploh lahko zraven. Jaz nisem sploh pogledal, takrat je bila 4-letna pogodba prva. To je bilo kikiriki takrat. Ne, podpišem kjerkoli. Sicer se je bilo potem, malo so oni meni tudi zvišali, pa vse skupaj, ampak je prišla ta sezona, ki je nekdo izvetel takrat, mislim, to ni bilo lih sam iz njegove glave, jaz mislim. Da imamo prevelike pogodbe, da treba zmanjšati, gor dol, nas je bilo 8-9 na seznamu, ki bi mogli zniževati plače. Takrat je bilo 50% znižanje, sem se rekel na sestanku, pridem, izgled je bil pa tak, da on ni upal sam sedeti z igralci. Takrat je mene sekretar kluba pripeljal do pisarne, po trku je rekel, Džafić je prišel na sestanek, je rekel, pridi, pa da ostani še ti zraven. Mislim, sekretar je bilo takrat čisto neugodno po tistem sestanku, ker jaz sem tudi tak. Začel se to normalno, potem je pa on, jaz sem človek kompromisa. Z mano se vse da lepo zmeniti. Pa da najdemo neko, da je ok za klub, ok za me, pa da smo vsi noben ne bo zadovoljen, ampak da je neka
sredina, ne. Malo bom jaz manj nezadovoljen, malo bo klub manj nezadovoljen, ampak bo ok, ajde za oboje. Ne, da bi on meni začel, ne, če ne boš znižal, ne boš igral, ne boš zraven, te bomo terali, te bomo to, te bomo... Jaz pa sem nekdo, ki pač ne reagira, da se ustraši na take neke zgodbe, ne, oziroma na tako pričo. Vse je rekel, dobro, ok, jaz ne bom zraven, pa se bomo ganjali, da vidimo, kdo bo dal zdržal. In sem šel ven iz pisarne. Sicer je bilo še tekom pogovora tonov zvišanih, pa raznih besed. Tako da je pol ta zgodba, ker sem jaz bil, takrat sem pol odine ostal, ker ni znižal pogodbe, eni so znižali, eni so šli iz kluba, eni šli na posoje. Jaz sem takrat bil edini igralec, ki 6 mesecev v Olimpiji ni dobil €1. 15. v mesecu, oziroma nekdaj je bila plača, se ne spomnim, vsi dobijo nakazilo, pri meni je 0. Telefon bil 0, kličem v klub, računovodkinjo, je rekla, zate pa zmanjkalo denarja. Sem rekel, da res nisem, mogoče sem golman, pa fuzbaler, ampak klub pa tok nisem, ne. Rekel, 50 ljudi v klubu, od trenerjev vseh do igralcev, do čistilke, do ekonoma, so vsi dobili plačo, zame zmanjkalo denarja. Mi je rekla, veš kaj, Izet je prišel, pa je rekel, da sem plačal razen tebe, ampak prosim to ne nobenemu govoriti. Rekel, ok, pač pošteno z njene strani, da mi je povedal. Sicer prav, moram reči, da takrat, kdo je bil takrat trener, sicer ne spomnim se več, kar se tiče treningov, sem bil skozi zraven, no, niso me nič šikanirali, da sem bil kje na stranskem tiru, treniral sem z ekipo, ko se igra na 2 gola, sem bil zraven, se zamenjamo, 3 golmani smo na treningu, se rotiramo, vse super, tekme nisem bil, mislim, da takrat je prišel že Nike kot sponzor, prvič takrat dresov, mislim, da me tisto sezono niso niti natiskali drese. Za številko me niso vprašali, katero bom imel. Ja, valjda. Ja. Mislim, da če se prav spomnim... Se pravi, si bil že na pač listi... Ne, to je bilo takoj pred začetku priprav, da je treba znižati, jaz sem rekel, da pač ne, da tudi, če znižam za 50%, mi smo imeli takrat vsi SP, da dokler plačam prispevke, jaz sem pod nivojem, ki je zakonsko urejeno v državi, da je minimalno zagotovljen dohodek. Ok, ti kot SP, lahko sam prispevke plačuješ, pač ne rabaš imeti plačo, ampak če imam jaz pogodbo, za tok pa tok denarja, če je znižan za 50%, dokler plačam prispevke, mene ni nikjer, jaz ne morem živeti. In jaz, ker sem to hotel Izetu razložiti, on ni hotel poslušati. Ne, on je imel svoje neki in to bo tako, jaz sem rekel, da bo tako, ali pa ne bo. Ok, ne bo tako. Jaz nisem nekdo, ki bo pristal na neke grožnje, pa ne vem kaj, na neke... In sicer je to trajalo, mes je pol Mile prišel nazaj kot športni direktor in je hotel, zelo se je trudil, pravim, vsaka čast, zelo se je trudil takrat, da bi neki kompromis dosegal, hotel je takrat tudi Izet Omon, da malo spusti on žogo, da jaz, in to je trajalo, pa vmes je bil Izet zaradi svojega biznisa nekje v Južni Ameriki, spomnim se en trening, glihle na Stožica smo ga imeli, jaz sem bil sicer takrat neki poškodovan, pa sem laufal v krogu v Supergah, nisem mogel trenirati, prišel Mile in rekel, gledaj, govoril sem s predsednikom, veš, neki bi mogoče on, pa bi, pa ne bi, sem jaz rekel, gledaj Mile, to že traja predolg, super, hvala tebi na tvojem trudu, ampak zdaj, da mi za €1 ponudi, da znižam pogodbo, jaz ne bom podpisal. Pa magar do konca, jaz sem imel, mislim, da še let pa pol takrat pogodbo, oziroma malo manj, sem rekel, jaz bom do zadnjega dne klej, ampak €1, da mi znižate pogodbo, jaz se ne bom več podpisal, znižanje pogodbe. To je moje, kar je moje, hvala tebi, ampak jaz se pa teh igrc ne grem, en dan bo on, meni, ok, naredil, se bomo zmenili drug dan, ne, svoje drži, ne, teh igrce pa jaz ne grem. Ja, in je to trajalo, potem sem se malo neki na sindikat obrnil, sicer so oni meni predlagali, kaj narediti, jaz nisem bil glih navdušen nad tem, sem šel sam do Izeta, sem mu rekel, jaz vas bom tožil, edini igralec sem, ki ne dobiva plačo, mislim, jaz sem ne bi tožil nikoli Olimpije, tožil bi zaradi njega kot osebe, ne kot kluba, pa tudi to je bilo tako, res zadnja opcija, da bi dal tožbo, sem rekel, pa sem že kar na ti sem ugovoril, nisem več mogel ga. Tožil te bom zato, ker mi ne daješ plačo, ker sem šikaniranje, obresti, on se je bal pa tožb. Je rekel, da se zmenimo takoj, kaj, kako. Sem rekel, ok, to, kar imam jaz do konca, damo na pol, to mi plačate in jaz podpišem prekinitev pogodbe. Je rekel, ok, zmenjen, a lahko, mislim, da sta bili tisti teden 2 tekmi, je rekel, lahko po teh 2 tekmah prideš, bomo ti mi pripravili prekinitev pogodbe, ja. Se zgodi, nisem da ena tekma kle v Stožicah, Šeliga da žogo Matiću, Matić mu da povratno, Šeliga zamahne, skoč žoga,
pač zaradi igrišča. Gol, ne vem, tudi še ena kasnejša tekma, par dni kasneje, slab rezultat, pridem na podpis, na prekinitev pogodbe, sedi Izet, pa ne vem, podpredsednik, kdo je bil takrat, mi reče, v tisti njegovi polomljeni slovenščini, a Džafić, zakaj ti ne ostaneš pri nas? Pa ga jaz tako gledam, sem rekel, kva zdaj ta, kva mu pa je, ne? A vidiš, da je starša liga, on je star, on več ne more. Ti bi mogel zdaj biti pri nas prvi vratar. Pepelnik je bil na misli, rekel, jaz bi vam najraj ta pepelnik zaril na tu gobac. Dajte mi ta papir, da podpišem. Sem rekel, z vami nočem imeti nič več. Sem se obrnil in šel stran. Pol leta kasneje pa Mandarić prišel v klub. Ti je prevzel klub od Izeta. To je bilo na koncu jesenskega dela sezone, je bilo tako še ne vem, par krogov. Bi ostal, če bi vedel, da se v to zgodil? You never know. Mislim, jaz sem imel pogodbo še za praktično 1 let. Ne. V bistvu bi še ujel Mandarića recimo pol sezone, pa vem, da so takrat vsi praktično so že, ko je prišel Mandarić, so takoj podpisali nove neke pogodbe. Ja. Dvigovali plače, podaljšali pogodbe. Ni bilo takrat sploh še nobenega govora, da bo Izet prodajal klub. Ne vem, mislim, itak, nisem niti več mogel tako zdržati. Življenjsko nisem mogel zdržati. Mene noben 6 mesecev ni vprašal iz kluba, kako ti živiš, iz česa? Kaj pa so igralci? To njih moram dati na stran. Bila je ena klapa, nas 5-6, ki so skozi. Da so ti pomagali, kakor so ti lahko. Mislim, res, spraševal sem je, rabaš, to sem rekel ne. Vsakič, ko smo šli, jaz si nisem realno pod parih mesecih mogel prvoščiti, da gre nas 6 na kavo, pa da jaz to plačam kavo oziroma kosilo, ker to je 60-70 evrov takrat. Veš, ne vem, kdaj bom dubil, a SP imaš, državo ne zanima, si ti dubil na račun denarja. Ti moraš 15 plačati prispevki njih. Veš, če nemaš zamudne obresti, pa se ti usede na račun, pa prvič, kad ti kaj gor kapne, si spet brez denarja. Ja, pa se ti pa že na lastnino. Tako, veš, to je pol, sam še večji problem. In jaz sem pol nekako, sem to plačal te prispevke, pa minimalno stroške sem imel življenjske. Ne. Tako pravim, kar se tiče njih je bilo, jaz sem znal včasih, gremo na kavo, vsak dan smo mi hodili na kavo, na kosilo, po treningu recimo, jaz sem znal pol že izogibati se, veš, nisem mogel več, bilo mi je bed, da jaz hodim vsak dan, ne morem plačati niti enkrat, oziroma si ne morem prvoščati, da si plačam. Jaz sem imel mogoče v tistem momentu denar, da ampak jaz do zdaj plačam, jaz naslednje 3 dni ne vem, kaj bom, oziroma naslednjih 15, ker ne vem, a se bo on spomnil meni 15 nakazati plačo, a bo spet rekel ne, zanga pa ne. In je bilo, in sicer so se pravim, oni so me vsak dan, ne skrb, ti greš z nami, ti si naš, ti si brat naš, razumeš? In kar se tiče tega, res ta skupina, takrat je bil Rodić, bil je Džerma, ne vem, kdo je bil še, vmes je bil še Zajko Zeba, recimo takrat, pa ne vem, kdo je bil Bagarić. Se pravi, ena taka skupina, 6-7 nas je bilo, ki se je res družila konstantno, vsak dan, eni so potem šli, ampak tako, recimo nek jedro nas 5-6, pravim, vsak dan z nami, pejt, ker so videli, začutili so, da sem se začel izogibati. A moram domov, imam neke obveznosti, moram sem, moram tja, sem en dan rekel, glej, ne izogibi se ti nas, mi vemo, kakšne si situacije, ampak ti si naš prijatelj, ti si naš, ti gre z nami, dokler imamo mi, imaš tudi ti. Pravim, kar se tiče tega, kapa dol fantoma, razumeš? Ampak tako, iz kluba, veš, noben te ni, jaz sem bil tam 13. prasec, kako se pravi, veš. Zdaj, ko si glih rekel, ne, da smo v tako dobro ekipo, ja. Zdaj boš pa svojih 11 povedal. Kar se mi zdi, da je glih lepo, veš, pade. Ja, lahko. A jih boš iz glave povedal? Iz glave? Ali jih imaš kaj napisane? Ne, nimam nič napisan. Boš iz glave? Ne? Iz glave, to si mi omenil, da me bo to čakalo, da sem se mogel malo pripraviti. A je bil izziv? Ja, pa ne, mislim izziv v smislu, ker je toliko igralcev šlo skozi neko zgodovino Olimpije, pa toliko dobrih igralcev, pa mi je pa tako zmer bilo, mogoče bo pa koga kje pozabil, pa mi bo pol tako, iz nekega respekta, spoštovanja, za kar so dali Olimpiji, ali pa ne, kakšne karijere so naredili, nekoga pozabaš, pa bi bilo tako mogoče malo žal, da ga nisem omenil. Vse rekel tako, za vsako pozicijo mogoče še nekoga zraven omenil, za katerega mislim, da bi si zaslužil, da ne bom koga. Pa verjetno bom tudi v tem primeru marsikoga pozabil. Ja, sej je, čaki, tam cirka, ja ne vem, 900, no. Mislim, takrat vem, da je Opta enkrat rekel, no. Tako da 900 igralcev, zdaj pa ti jih imaš pa 11 brat. Ja. Sej, če bi mene nekdo vprašal.
Ne pravim, tako zdaj, da si me ujel nepripravljenega, čistko, da niso že prej govorili o tem, da me čaka, preden si me, ker si me prvič poklical za podcast. Težko bi zdaj iz glave. 4-4-2 sistem. 4-4-2. 4-4-2, zaradi vezne linije, bom rekel. Zaradi vezne linije. Kaj je tam največ? Ja, pa tako, ki so res pustili ogromen pečat, ne samo v Olimpiji, ampak v slovenskem nogometu. Tako da na golu Jan, pač zaradi kariere, ki jo ima, ker tako dolgo trajajo na takem vrhunskem nivoju, pa bom tako rekel, še iz nekega mojega obdobja, takrat v začetku golmanov, pa tudi malo kasneje te pozicije, Pejković. Pejković. Njega ne bi tako, rekel sem si, njega ne smem pač pozabiti, ker jaz mislim, da tako. On je bil neka pojava na golu Olimpije, takrat, ko sem jaz bil še nekih mlajših teh selekcij, recimo. Pa še strelc Olimpije, ne? On je skozi penale strelil. Ja. Pa recimo imel si Mauriča, ki je tista vrhunska tekma proti Liverpoolu. To so neke tekme, pa neki momenti, ker ti si zapomniš enega igralca pač v dresu nekega kluba, ne. Jaz vem, takrat zgodba z Mauričem je bilo, da ne bi bil toliko star, da bi ga mogoče Liverpool vzel, takrat kakšno tekmo, ne. Pa je bil takrat 33, koliko je bil star. Tako da, recimo za golmana smo zdaj zaprli to temo. Zadnja linija, na boku enem, Johnny Novak, pa to iz razloga, eden od razlogov je, ker je moj oče je zmer govoril, da Johnny Novak pa Grega Židan sta prva moderna beka v slovenskem fuzbalu, v slovenski ligi. On je takrat še v bivši Jugi spremljal to in rekel, jaz se spomnim 100-krat je to razlagal kot neke bočne, ki gledamo, da sta Johnny Novak, posebej Johnnyja skozi izpostavlja, da je bil tak nek modern prototip beka, recimo, kakor so zdaj te, ki grejo gor dol, pa so pokrivali celo stran, pa zelo ofenziven, tako da zaradi tega recimo imamo Johnnyja, en štoper Marko Elzner, to ne moramo... legenda. Ja, njega ne moramo preskočiti. Drug, eden tvojih gostov, Knaus, reprezentant Bundesliga. Huda kariera. Tako bom jaz rekel, recimo iz obdobja mojega igranja v Olimpiji sem bil najbolj siguren, ker je Delamea bil v formi. Takrat sem bil najbolj miren, ker vem, da bo on bo polovil tam vse, skočil bo, odigral bo, tako da res, recimo, zato sem prej rekel, da bom omenil tudi koga iz raznih generacij, da ne bom koga pozabil, ampak recimo, veš, poleg njih dveh, ok. Ampak iz mojega obdobja, recimo Delamea, ko je igral, ko je bil on v formi, sem jaz bil 50% bolj miren na golu. Če on ne bi imel tistih poškodb. Poškodbe razne, že v mladinski staži, tako s kolenom problem, pa mislim, pravim, skapa dol, da se tudi on izvlekel iz tega, ker je bilo takrat napoved, da ne bo mogel več igrati. Drug bek, Branko Ilić. Desno. Recimo. Vezna linija. Klej bom dal pa na zadnjega veznega mojega nogometnega očeta, jaz tako pravim. Človeka, ki mi je dal priložnost, da debitiram za Olimpijo, da igram, Dušan Kosić. Zraven Katanc Oblak, Brane. Okay. Pač dva igralca, a je sploh treba kaj govoriti? Po mojem, da ne. Mislim, to sta dve taki imeni, da... Ja, mislim, kaj reči, kaj dodati za njih dva, tako iskreno, ne? Vse ne moreš. Samo v presežkih govoriš. 10. Robi. Prosinečki. Čeprav recimo, se pravim. Kaj bi Romp igral? Ja, okej. Recimo sicer brez kril, ki jih je bilo isto veliko Olimpijo, ampak se mi zdi, da so to taka štirmenoki Kosić kot neka pomembna figura v moji karieri, začetkih moje kariere. Te Brane, Srečko, pač lahko samo presežki govorimo. Prosinečki je igral eno sezono, mislim na eno, ampak svetovni fenomen, ne? Kdo je igral za Real pa Barco in pol, še za tretji tabela klub, ne? Klej bi pa recimo omenil pol Zekota, Zajca, ne Miho, ki je igral z mano v tistem obdobju, ker si ti videl, až ti vidiš pri nekaterih igralcih, da on bo nekaj več naredil v karieri. Pri njemu se je to tako videlo, on je takrat še kot mladinec debitiral tisto eno tekmo, ker je dal 2 gola, ti si videl, da on leva, desna, njegovo razmišljanje na treningu v igri, njega bi recimo omenil, pa še jih je sigurno veliko, ampak pravim, da nekoga še iz svojega nekega obdobja malo
noc porinem v to neko ekipo. Napadalci 2, Šporar, se pravim, zaradi tega obdobja, ki je igral z mano. Recimo, on je isto tak en igralec, ki si ti videl, on je isto prišel zelo mlad v Olimpijo, ampak ti si na prvem dotiku si lahko vedel, da je on ekstra kvaliteta, recimo, če govorimo zdaj za slovenske prostore. Spomnim se prva njegova tekma z Zvezdo, kle generalka, ki je tam naredil hakal, pa dolgi kot. Ti vidiš, ti začutiš, da ima on neki več. Zaradi tega sem ga dal ekipo. Pa recimo Cimerotič, zaradi svojega načina igranja. Kle bi recimo lahko še omenil Ubaviča, pa še igralcev bi lahko Ameršek in tako naprej. Ampak recimo to je nekaj mojih 11, plus te neke, ki sem jih malo dodal zraven, ki so bili iz nekega mojega obdobja, pa še koga, mislim, se pravim, veliki igralcev, Pavlin na koncu, tudi Miran. Pa Čimovič. Ja, Mile. Pa ne vem, vse si veliki igralcev, ki je igral za Olimpijo, pa ki so imeli resne karijere. Ja, mislim, pa Pomaša Amarška. Pa... Ja, no, mislim, težko je, pa kakšne starejše generacije, ne vem, Bečejac, pa kdo je bil še Srbu, pa veliki igralcev. Veliki igralcev, ki so dolgo igrali v Olimpiji, posebej v tistih nekih začetkih oziroma v bivši Jugi, ker si tudi imel tisto pravilo, da ne moreš iti ven, če nisi 27-28. Ja. Tako da vsak, ki bo po mojem na mojem mestu, bo nekoga neupravičeno izpustil iz teh 11, ne, tako. Oziroma preskočil, ker pač premalo je 11 pozicij za take legende. Ti bi še rezervno klop naredil, no? Skoraj, da mi je skoraj že ratal. Ja, tle je že skoraj, ja. Tam tistih mojih klasičnih 18, ker je bilo 18, ker sem 6 igral v Olimpiji, tako da... Ja, zdaj je 21. Lahko bi tudi po moje več. Še več jih je. Ja, lahko bi po moje tudi za zdaj klub bi še kakšnega lahko dodal, tako da veliki igralcev, vse pravim klub, s tako zgodovino, s takim renomejem, na koncu s takimi legendami slovenskega nogometa, ne samo da rečemo nekim olimpijskim dresom, ampak tako. Tudi na reprezentančnem nivoju, mednarodnem nivoju, tako da. Imaš kakšno obžalovanje glede Olimpije? Kaj obžaluješ? Ja, karkoli. Kot igralec tako, da nisem osvojil nič z Olimpijo. Recimo v Sarajevu sem imel, vse pravim, ta privilegij, da sem bil 2-krat prvak, 2-krat pokalni prvak. Osvojil sem 5. ligo, 4. z Svobodo, 2. s Triglavom, 3. sem edin preskočil. Edin se pravim, žal mi je, da nisem z Olimpijo nič osvojil, pa žal mi je, da mi se ni ratal vrniti še vsaj enkrat. Potem, ker sem odšel tako, pač na način, kakršen sem šel, da bi pol vsaj še enkrat kasneje prišel, pa magar 5 minut. Da si rekel, kako si šel? Na način, kakršen sem odšel od kluba, da sem bil šikaniran strani predsednika. Na koncu, mislim, on je, vse vrame, dali smo to temo že čez, nisem si želel tožbe. V enem pogovoru je on meni zagotovil, da pač bom lahko tudi za nek odstotek od naslednjega transferja šel ven iz kluba, ker je prišla ponudba, je zavrnil razne igrice z njegove strani, tako da se pravim, zaradi tega načina. In mi je bilo žal, da nisem prišel, se pravim, vsaj še eno teko. Tako, kar se tiče tega, kar se tiče pa igranja v Olimpiji, se pravim, mogoče ne obžalujem. Verjetno bi, da se zdaj ponovi zgodba isto odreagiral, tisti incident z navijačem dol v garaži. No, se to sem te hotel vprašati, kakšen je bil ta odnos. Mogoče bi bilo zdaj to dobro, da razjasniš, ne? Ker takrat so pol tudi medijski... Ja, medijsko. Niti ni bilo toliko medijsko, ker so začeli pumpati razni komentarji na teh družbenih omrežjih, recimo strani navijačev tam gor, da sem jaz pretepil 3 Dragonsa dol v garaži. Mislim, to je bil razumljivo nezadovoljstvo strani navijačev, ker mislim, da je bila neka obletnica Dragonsa 25 let, s Celjem doma tekma 1-3 za Celje. 1-3, ja, mislim, ali celo 0-3. 1-3. V glavnem vem, da je bilo trojka je bila v glavnem. Ker smo mi bili po tekmi še skoraj da ne 1 uro v garderobi, specialci so bili od spredi, čuvali specialna policija, avto od spodi v garaži. V enem momentu smo rekli, da pa čakaj, gremo domov, imajo žene, otroke, starše, karkoli, punce, ne moramo mi biti zdaj kar celo noč kle zaprti. Smo šli ven, mislim, da sta se Nikezić, nekdo je bil še z njim, Anđelković, so se nek besedni spor z nekimi navijači, oziroma tudi niso bili oni na tribuni od Dragonsa, ampak kle zraven, tako v kotu, je bil ena tam, mislim, da so oni tam
Fužinci, Štepanc, ena skupina malo starejših, ki hodijo, mislim, da še danes na tekme, da so se z njimi zapletalo nek prepir. Kako to, kaj to. Mislim, da je bila situacija, da so nam takrat Dragonsi rekli, da slečemo drese in da je Nikezić v enem momentu, pač nismo niti mi hoteli da drese, dokler ni prišel nekdo iz klopi in je rekel, dajte drese dol. In da je Nikezić dal dol dres in ga je vrgel na tla. In je nekdo to opazil z tistega dela tribune in so oni prišli dol in so ga zaradi tega so se z njim prišel nek prepir. Stopil mislim, da Mile zraven, jaz poznam te neke fante, te navijače, sem rekel, ok, pač naredil je, kar je naredil, da ne delamo problem, vsi smo nezadovoljni, tudi vi, tudi mi. Jaz sem kotičkom očesa videl enega fanta, sicer nek mlad bil, da bi prehaja z te strani. Policija je bila med nami, med recimo nami 3-4, ki smo bili v pogovoru s temi starejšimi, ker sem jaz njega videl, da on v bistvu skače čez policaja in zamah je naredil proti enemu od nas. Lahko da ni mene, jaz sem avtomatsko refleksno, ker sem edini v bistvu videl njega, z roko tako naredil. Sem ga zadev nekam v predelu glave. In pol se je nadodal. Pretep v enega, 2, 3, v bistvu niti ni bil pretep, ampak pač reakcija neka. Se pravim, verjetno, da se najdemo zdaj v tej situaciji bi isto odreagiral, oziroma če vrnem cajt sigurno, ker sem tak po karakteru ne bi dovolil, da ne sam kogarkoli njih, na koncu bi lahko tudi mene udaril, ker on je skočil, da enega od nas udarne, z tem namenom. Potem je to, pač sicer je trajalo nekaj časa, so me tudi imeli Dragonsi malo na piki, da rečem, ampak se pravim, super, imamo zdaj odnos, tudi ker sem zbolel, nikoli ne bom pozabil transparenta njihovega, Džafo drži se, koliko sem podpore recimo dobil, tudi danes, ker so kakšni pikniki, karkoli, sem zmer neki povabljen, tako da, ok, super odnos, mislim, super. Normalen nek odnos, se pravim, nisem jaz niti toliko več v tem fuzbalu not, toliko se igralcev zamenja, generacija se navijačev zamenja, verjetno je večina tudi teh novih fantov, ki navija zdaj, koliko je, 12 let, odkar sem jaz odšel z Olimpije, ne? Ja. Tako da verjetno tudi pol jih je pozabil, da sploh karkoli se zgodilo. Je bilo pa veliko, recimo, zgodba je bila tako. Napihnjena. Napihnjena, dodal, vsak je nekaj malo dodal, vem. Pa da veš v moment teh čustev, ne? Nezadovoljen, ker si izgubil, nezadovoljen, ker so pač vidiš, da bo neka, po domač povem, pizdarija z navijači. 1 uro si zaprt, ne moreš domov. Skupaj vseh nekih teh zadev, refleksna reakcija. Pač se pravim, verjetno bi tudi zdaj bistvo naredil, ampak pol je bilo to malo nekih groženj, minimalno sicer, to se hitro umirilo, ampak čutil sem jaz, da nimam več podpore, kot sem imel recimo včasih. Kot nek domač fant, mlad fant, ki je bil tudi kapetan, ki je imel tudi tako komunikacijo z kakšnimi vodji navijačev po vsem tem, pač enostavno sem začutil, da se je to zgubilo, mislim, kar je logično, ne, mislim. Bilo bi čuden, da bi bilo drugače, da bi bilo vse, koliko je bilo, ne, po taki zadevi. Ja, že zdaj, ki si rekel, ne, ta transparent pa vse to, ne. Ja. Ali bi se tega dotaknil, zaradi tega, ker ti si v tem zelo odprto govoril. Skozi, tako da, nimam težav s tem. Tako me, mislim, tudi malo presenetil, da, a veš, to niso težko, mislim, to niso lahke zadeve. Ja. In ti si bil, to je bilo takrat, ko si ti v bistvu ravno v Sarajevo prišel, ne? Tako, jaz sem avgusta podpisal Sarajevo, decembra mi je prvič neka bezgavka tekla, februarja, tam sredino februarja, konc februarja sem dobil diagnozo. Ampak kako je to izgledalo, veš, ti si, ok, to je bila bezgavka, ampak na začetku sploh noben ni nad sumil, da bi bilo kaj resnega, ne? Prvi jaz nisem sumil, ker se, recimo takrat jaz sem prišel na pauzo domov iz Sarajeva, vzel sem si trenerja individualnega, dobil smo program, delal, nikoli se nisem bolj počutil, v bistvu sem že na priprave zimske prišel pripravljen. Res, v karieri se nisem bolj počutil tako, fizično, bolj pripravljen, tak svež, poln elana, pomoči, dokazovanja željen in ni bilo nobenih tako, kar se mojega počutja ni bilo nobenega, znači najmanjšega nekega razmišljanja, da bi karkoli bilo. Sicer mi je že to je bilo doma, ko sem bil v Ljubljani, mi je skočila bezgavka ven, sem rekel, ajde, ne boli me, verjetno je kakšno vnetje, pa malo preforsiral sem mogoče trening, ok, bo zginil. Zdravniški pregledi v Sarajevu, imeli smo vsakeč, kaj prijemo na priprave zdravniške preglede, sem omenil to zdravnici, sem rekel, ne, imam neko bulico, me ne moti, me ne boli, ne počutim se nič karkoli drugače zaradi tega.
dajte bomo mi to uredili. Ne. Biopsija negativna. Ja, rekel, ok, super je. Olajšanje začutiš. Ampak je bilo tako, da je pri ključni kosti in je bil večji del bezgavke pod ključno kostjo in v bistvu, ker so oni meni delali biopsijo, se dela pod tistim aparatom za ultrazvok, ko mi je zdravnica zabodla, mi je v bistvu z vrha zabodla in mi je pokazal, da je negativno. In mi smo šli takrat, jaz sem bil takrat sicer Sarjev, recimo zmenjen, to moramo omeniti, jaz sem imel 1+1 pogodbo, ker je klub odločil o tem, da mi podaljšal pogodbo, ker sem prišel. In sem bil zmenjen, da prijemo nazaj, bomo podaljšali pogodbo, dvig plače, vse gor dol, vse super in mi je klubski zdravnik, vodja zdravniške službe rekel, mi bi tebi to dali ven, ker prijemo nazaj iz Turčije. Sem rekel, ne, zdaj, ker moram zdaj začeti redno braniti, mislim, tudi strani trenerja mi je bilo rečeno, zdaj boš prvi vratar, zdaj boš branil redno. Rekel, zdaj, ker bom dobil končno priložnost, ker jaz, ker sem prišel v Sarajevo, sem prišel zelo pozen, konc poletja, pa dokler je papirologija bila rešena, sem branil 2-3 tekme pokala in to je bilo to. Ne? In zato sem se tudi med tistem obdobjem doma potrudil, da bom pripravljen, da bom natreniran in je bilo tako vse naštiman, da bom začel braniti prvi krog. In smo mi prišli iz priprav iz Turčije, sem jaz operiran, vse, no ok, 14 dni traja, da pride rezultati iz biopsije, me kliče zdravnik, točno 14 dni, ponedeljek sem bil operiran, 14 dni je minil, me kliče, prišli so rezultati, da gremo ob 12 na kavo, ura, ne vem, 15 čez 10. Kaj ti naredi? Sem rekel, kaj pa je, ne vem, prav, ja, so dobre stvari, so slabe stvari. Zdaj, jaz v tem momentu še zmer ne pomišljam, da bi lahko to bil rak, ne. Oziroma karkoli. Znači nisi posumil, ko te je klical pa rekel, greš na kavo. Ja, rekel mi je on, so slabe stvari, so pa tudi dobre zadeve. In zdaj ne razmišljam, jaz zdaj je to slaba stvar, da bom me rekel, ja, rakasto je, ne. Nekaj je, ne, ampak ok, ajde. In to sta bile dve najdaljši uri v mojem življenju, ker pač ti neki te kopkakle, kaj je, ne? Kaj se dogaja, kaj ti bo rekel? Gremo, prišel je klubski psiholog, en soigralec je bil z mano, ker se vsak dan se družila tam v Sarajevu, mi je rekel, glej, taka zadeva je, rakasto je pa sicer taka vrsta raka, da je zelo zdravljiva in jaz sem tudi v klubu zagotovil sem, da se boš ti lahko vrnil nazaj. Takoj so tudi oni rekli, kar se tiče pogodbe, tisto, kar si bil zmenjen, to velja, da ti bo podaljšal pogodbo, to se nič ne spreminja, tako da boš imel mir, ti si izber, kje se boš zdravo, a se boš v Sarajevo, a se boš v Ljubljani. Sem rekel, raj gremo v Ljubljano, ker je tudi nov ta onkološki inštitut in vse, sem rekel, bom domača oskrba, vsem starši so v Sarajevo sem skoraj da ne sam, kdo bo meni pomagal, ker jaz ne bom mogel stati iz postelje, mislim, da grem, ne vem, do WC-a, pa nekaj jesti ali pa karkoli. Sem rekel, ja, me kliče športni direktor, rekel, kdaj greš domov, sem rekel, v sredo, takoj, rekel, prej bo šel priti podpisati podaljšanje pogodbe. Tako da sem podpisal, spomnim se, recimo, mama je klicala iz Slovenije, iz Ljubljane je klicala in rekla, so prišli rezultati, sem rekel, niso. Kako da jim povem po telefonu, ne? Rekel, niso prav, a mi kje skrivaš? Sem rekel, ne, niso še, pač oni so rekli najmanj 14 dni, da bo, ne, nisem mogel po telefonu reči. Še posebej se pravim, oče imel isto podobno zadevo, isto imel raka, je dal skozi, mama je šla skozi vse te zadeve z njim čez, jaz sem vedel, kakšna bo njuna reakcija. No, sem rekel, bom jaz javil, kaj bo, ne. Sem se v sredo usedel v avto, klical sem bratranca, žena njegova medicinska sestra, sem rekel, jaz prihajam v Ljubljano, prosim, pejta do mojih, kot ti, kot neka medicinska sestra, si zraven, če bo komu karkoli slabo, vem, kakšna je mama, ona bo nezavest padla tam, še moram pol, bo glede bo udaril nekam z glavo, pa rešilca, pa klinični. Je rekla, ja, pridem gor, so bila vrata odprta, dol vhodna, pridem gor, mama v kuhinji, nekaj sem rekel, kaj, ni nobenega, da bo svojega sina doma pričakal, ko pride iz poti, ne. In ona tako pogleda, ker nista me pričakovala, ker sta vedela, da so priprave, da ne bom prihajal sigurno 2-3 meseca domov. Začela se je takoj tresti. Rekla, kaj je bilo, kaj je narobe. Sem rekel, da je vse ta se fotor itak takoj. On je vedel, kaj bom jaz mogel dati skozi, ne. Kar je še toliko huj. Recimo, pa mama je recimo ful jokala med mojim zdravljenjem, pa še opazil sem pač, kolikor hoče skrit, joka. Strah je bilo, ne? Fotor je bil pa tak. Hotel se pokazati, da je... Ne, ni hotel pokazati, da je Mislim, da je močen dost. Ja,
Ampak sem jaz začutil, da se on da mu je toliko težko. Kar je še slabše, spravim, tako, kad človeku v nekih težkih situacijah je bolj, da se mogoče zjoka, pa da to malo ven iz sebe. Še sem se tudi tako pol bal zanga, on je še enkrat to skozi, pa imaš tisti proces remisije 5 let, ker se ti lahko vrne zadeva nazaj. Sem rekel, on bo od stresa, se mu bo in sladkorno bolezen zaradi stresa in marsikaj. Sem jaz v enem momentu med zdravljenjem rekel, meni je zdaj težje vaju 2 gledati, ker pa sam sabo se bori, da jaz to dam skozi, ne. Posta se pa malo umirila. In dan sem jaz rekel, da se usedem, sem rekel, prosim, da če vidite, da jaz to dobro prenašam, da se trudim, da bom jaz to zborbo, sigurno, ne mi vidva delati še težjo zadevo, kot je, ne. In sta pol malo. Malo sta se umirila, pa je bilo vsem pol lažje. Spravim, jaz hvala Bogu, sem tak nek pozitiven tudi v življenju skozi, pa borc, da sem tako dal to čez brez nekih težav. Se pravim, 10 kil sem se zredil med zdravljenjem. Kaj je tako, prvič, ko sem stopil na vago, je zdravljica rekla, sem rekel, vem, kaj si mislite, se ponovadi človek skuša zelo pri teh zdravljenjih, potem posebej jaz sem dal in kemoterapij in obsevanje čez, ponovadi ljudje skušajo, jaz sem 10 kil. Sicer tudi klej zdravila so me zalila, pa vse skup. Ampak tako. Tudi to je nek pokazatelj, kako sem jaz to zdravljenje v bistvu dobro prenašal. Ne? Oziroma, kako sem se... Ja, to je bil dober znak, verjetno, ne? Ja, da sem jaz psihično močen, da me to, ker ponovadi ljudje samo uničenje pride, ne? To je najslabše, ker se človek sam sebi smil. Pa plus okolica. Kaj pa strah? Pa niti ne, jaz niti v enem momentu nisem prvič, ker so mi sicer, ker mi je povedal rezultate, in tako solze, neka takoj, ljudje so tako naravni šok in takoj najslabše možne misli ti pridejo skozi možgane not, ne. A bom jaz to, a bom preživel. Jaz, ker sem se umiril, že takoj po nekem cajtu, po recimo 1 uri, rekel, jaz bom to mogel dati skozi, to mene čaka, jaz bom to dal skozi in niti v enem momentu nisem pomislil recimo na smrt. Če rak ljudje takoj povezujo, nažalost, to je to zdaj tudi, pravim, to je razširjen kot gripa. To je tega, pa jaz, ko hodim na neke kontrole, pa ko vidim, koliko ljudi tam na onkologiji, ti slabo rata, ampak ljudje povezujejo takoj avtomatsko rak s smrtjo, ne, v veliki primeri, večini. Jaz nisem recimo niti enkrat pomislil, da mi ne bo ratal. A jaz imam drugačno izkušnjo, ne? Še družinsko, ne? Ja, vsak ima neko svojo zgodbo in tudi vsako telo reagira drugačno na zdravljenje. Meni je prvo, kar mi je zdravnica rekla, ne ber interneta. Ja, ne, to ne, ker to so ljudje avtomatsko, ne. Ja. Pa tam ti itak, ker 2-krat kihneš, pa daš na internet, si že umrl. Ena noga ti si že na žalah si not. A veš, dejansko je internet najslabša možna zadeva. Vsako telo prenesem. Jaz sem znal, jaz sem tako, da sem 4 kemoterapije imel, prve 2 sem dobil vsake 14 dni na pol. In to je bilo tako dnevna ambulanta. Zjutraj sem dal kri, če vlada kri dobro, sem šel v dnevno ambulanto, 3-4 ure infuzija, terapija, petek sem šel igrati z družbo mali fuzbala 1 uro. Ljudje niso mogli govoriti, ti nisi normalen. Sem rekel, ampak to mene izpolnjuje duševno, mi da neko hrano, da se počutim še zmer dost močen, pa dost tako fizično pripravljen, pa psihično, da jaz lahko funkcioniram. Sicer kasneje, ko so bile močnejše terapije, sem znal ležati po 5 dni, nisem mogel stati iz posla, ampak to je neka normalna reakcija na zdravljenje. Ne? Telo se sigurno izmuče. Se pravim, vsak ima svojo neko zgodbo, jaz govorim, kaj se meni dogajalo, pa ljudje tudi, marsikdo noče govoriti o teh zadevah, ker mu je težko, ker ga spomni na neke zadeve, tako kot se rekel, ali ima pa slabo izkušnjo nekoga zraven, karkoli. Jaz se, hvala Bogu, pravim, sem se tako dobro zvlekel iz tega in mi ni bil nikoli problem govoriti o tem, ker enemu človeku, če bom lahko tako pomagal, ne vem, magari z vidika psihične neke stabilnosti, da bo bolj psihično močen, sem jaz neko svojo zgodbo na ta prav način ven nesel, ne. Tako da jaz gledam to z tega vidika, da mogoče pa jaz lahko svojo neko izpovedjo pomagam nekomu, da bo, ne vem, psihično bolj močen, stabilen, pa da bo neko bolj pozitivno, recimo, miselnost imel, kakor ima, recimo, v teh težkih momentih. Se pravi, da to bi bilo tudi tvoje sporočilo, ne vem, komu, ki se sooča s tem. Tako, da, jaz tudi tako. Sem rekel, kdorkoli, da se srečuje s tem, oziroma da nekdo iz njegove okolice, jaz zmer rečem tudi kakšnemu, dajte mojo številko, pa ne me pokliče, mogoče jaz nimam z medicinskega vidika kaj pomagati, kle je medicina pač naredi svoje ali pa ne, ampak tako, z nekih teh zadev. Ko sem jaz dal skozi svojo izkušnjo, lahko povem, pa kako sem jaz bil močen psihično, da sem si sam rekel, jaz bom šel skozi to, težko je,
posebej recimo pri ženskah, ti ostaneš brez las. Jaz prvič, ko so mi začeli padati lasje, sem se pobril. Nočem jaz, da jutri se zbudim, pa da vidim polno poisto las. To so neke take zadeve, ki ti lahko psihično telo zelo vržejo iz tira, ne? Veš, posebej recimo pri ženskah. Še enkrat je si brez las. Ampak moraš si v glavi našteti, jaz sem si v glavi naštel, tudi se pravim, imel sem izkušnjo, kaj je oče dal skozi, vedel sem skozi njegovo neko sliko, kaj bo mene čakal. Sem rekel, ok, vem to bom jaz dal skozi in to je to. 10. augusta sem imel zadnje obsevanje, 15. augusta sem bil v Sarajevu, v trening kampu s supergami in sem hodil okrog. Je bil telo tako zmučen, da več ne, nisem mogel več, jaz sem pa naredil 5 krogov okrog, ampak sem jaz hotel tisto občutek, da sem nekako vrnil se nazaj, da sem z ekipo, vedel sem, da pač moram biti v nekem tem svojem okolju, v katerem se jaz počutam riba v vodi in da bo to meni tudi pomagalo dodatno, da jaz še prej to dam ven iz sebe vse in da grem skozi to. Borba do konca. Ja, ampak se pravim, jaz sem si tako naštimul psiho, razmišljanje, tako, vsak človek je pa drugačen, ne? Vsak ima svoje momente in vsak neko stvar doživi. Mi dva ne bova neko stvar, da se zgodi, bo vsak na svoj način doživel. A veš, posebej pa take zadeve. Ne? A se ti zdi, da si kje zdaj, ali pa kaj si največ potegnil iz tega ven? Potegnil? Mislim, potegnil, a veš, to je tako, a se ti kaj razmišljanje spremeni, mislim, verjetno se ti itak spremeni. Se pravi, tako, mislim, to smo se tudi že prej pogovarjala, ti kot nek nogometaš, kakorkoli si znan, posebej, če igraš v klubih, ki so največji v državi, si znan, si medijsko izpostavljen, potem pa vidiš, recimo, kako neki te nogometaši na svetovnem nivoju živijo, da je to luksuz, da to so dobri avtomobili, dobre obleke, denar, luksuz, da to vse bleščice okrog, luči gor dol. Ampak ti pol enkrat, jaz sem tudi stremel kot temu, malci, mislim, vsi mi želimo čim več zaslužiti v karieri, pa imeti, ne vem, najboljše avtomobile, pa iti na najlepše destinacije, pa potovanja, pa vse skup. Na koncu, jaz nisem mogel do WC iti sam v nekih momentih. Kaj ti pomeni pol denar? Kaj ti pomeni dober avto? Veš, neke te materialne stvari vidiš, da pa tudi kakšne nematerialne, vidiš, da ti je pomemben, da si sam se pomemben tvoje zdravje, družina, ki stoji v strani, prijatelji, ne vem, kakšna sorodniki, kdo, tisti nek krog ljudi, začneš bolj, ki so skozi tabo v teh težkih trenutkih, začneš bolj ceniti. Mogoče v kakšnem momentu vseh teh nekim hitrem življenju pozabaš na neke svoje bližnje, pač tak je tempo življenja, pozabimo en na drugega hiter. Vse manj je tega nekega druženja, pristnega, veš, tako, pa to je vse neki... To se zdaj vse na tehnologijo, veš. Vse je kleja, veš, jaz tebi napišem, te pokličem, ampak se midva ne bova sedla na kavo, tako, kot smo se recimo mi včasih, ne, ali pa ne vem, z družbo, ker ni bilo toliko teh tehnologije, telefonov, teh družbenih omrežij, zdaj midva se lahko slišva, pa zakaj bi se usedla na kavo, če so se vse po telefonu povedali. Tako, to ti povem nek banalen primer, ne. Na neko okolico, ki ti res, veš, ki so tvoji, ne. Začneš bolj na njih gledati z drugimi očmi, ne, tako. Še bolj jih imeti rad, še bolj cen, da so ti blizu v težkih trenutkih. Pa tudi vidiš, kdo se ti zna javiti, ker ti je težko, ne. Se pravim, jaz sem imel to situacijo recimo s financami v Olimpiji, ker sem imel svoje ljudi, ki so skrbeli zame, imel sem to zdravstveno zadevo, tudi kakšni tako, kakšnimi, ki sem bil res dober, se niso nikoli javili, ker sem mislil, da sem dober, se niso javili, kakšen te je pa znal presenetiti, pa ti je magar en SMS pustil kot neko znak podpore, oziroma, veš, da se te se pravi, da so pravi ljudje ostali. Začneš bolj ceniti te neki ljudi, ki so bili v teh težkih trenutkih, se pravi, hitro se zgubi, te je nekaj povezano zaradi tempa življenja, načina, jaz sem bil, se pravi, in nisem bil v Ljubljani, ker sem bil tam, hitro se to s časom, veš, ti, če nekoga dolgo ne vidiš, pa malo pozabaš na njega, pa vse to, ampak vidiš, kaj ti bo dober avto. Kaj bo meni, ne vem, supergi od 500 €, če jaz ne morem v hišnih stopatih do WC, veš, tako da te stvari, vidiš, da to bliž sjaj je nepomembno, mislim nepomembno. Je nek del tebe, ker si pač nogometaš oziroma športnik, karkoli, ni pa to vse. Ti kot mlad hočeš, daj mi denar, daj mi dober avto, takoj pri 20, jaz sem fuzbaler, jaz sem nogometaš Olimpije, jaz bom dal na...
to, kar sem se tudi recimo pred tem snemanjem pogovarjala, kako se je to nekako ljubezen do nogometa, ta organska ljubezen zgublja s časom. Vse to, vsaj tako imam jaz občutek, ker sem bil proti koncu kariere malo že opet v neko to delo z mladimi, pa nisem več, ker enostavno se ne vidim o temu, da te mlajše generacije je pomembno, da on bo dal na Instagram, da je on zmagal tekmo. Se mi zdi, da bolj zaradi tega imajo tako, kao fuzbal trenirajo, pa igrajo. Zaradi statusa, ne zaradi... Ja, ker ti fuzbaler si, pomemben si, ne, veš, status, ne. Ne pa zato, ker si ti, ker imaš ti delati fuzbal. Po jih prvič prijejo v neko težko situacijo v življenju, ne vem, v fuzbalu, nehaj igrati. Veš, jaz, da nisem imel tokrat fuzbal, kot sem ga imel od malih nog, verjetno prvič, ker sem imel neko težjo situacijo, bi nehal igrati, pa bi šel, ne vem, študirati, delati karkoli. Se mi zdi, da tako, jaz sem igral fuzbal po šoli, ne vem, spoznal, da dva para super na ulici, pa smo igrali, pa pride avto min, pa mi to maknemo, pa igraš, pa ne vem, mene starši moji nikoli niso pelali na trening, pa ne zaradi tega, ker niso pač, mi smo imeli kolesa, 6-7 tam zrakov velše, nas je hodili na svobodo na trening, a je dež, a je sonce, tam veš, kje ti je, prevežeš ključavnico na ograjo, na bajk, treniraš, greš domov. Vse tako se mi zdi, da je bolj tako, a starši so bolj ambiciozni od otrok. Zaradi svojih nekih ciljev niso izpolnili. Ja, pa veš, mislijo, jaz sem imel situacijo, ko sem začel na Olimpiji, tam imamo moj, recimo brat moj, ki je 99-letnik, znači to je med nami 8 let pa pol razlike, je igral kot mulc na Bravo, kot mlajših, in so starši spraševali moja mama, očeta, a imam jaz 7-8 jurjev plačo Olimpijo. Oni mislijo, da v profesionalnem nogometu to kar pada z vse strani dna, ne. Ni tako, ni. Ok, zdaj so se malo tudi sajti spremenili, več je recimo denarja v športu, kar je ok, ampak ni lih to vse tako. Pusti drugo televizijo, vrhunski nivo. Tam je to ni, jaz pravim, to, kar igrajo Liga prvakov, ni isti šport, s katerim se mi ukvarjamo kle, dokler si v Sloveniji, dokler si na nekem tem nivoju. Zame to ni isti šport. Ti si kle, če si delavc na neki navadni službi, kjerkoli. Vsaj večini primerov, ne. Ja, pa tudi redko komu rata, ne. Se to je pa Aleksandr Knavs je to razlagal, ne. Da v bistvu on prav, da se je njemu karijera razvila, ok, res je imel popolno predanost nogometu, željo, rad je imel nogomet, ampak je rekel, tudi sreča. Sreča je največ. Se pravim, ti moraš biti, jaz sem imel situacijo iz Triglava, da sem imel za Grčijo nek klub, praktično zmenjeno 3-letno pogodbo, se čez noč obrnil, tam so zaprli nekega predsednika Basina zaradi neke korupcije, čez noč ti pade transfer. Staneš brez kluba, kaj bom zdaj? V Triglavu nisem hotel podaljšati pogodbe, ker sem rekel, dosta mi rad bi šel nekam v tujino. Kaj pa pol? Lahko ostaneš še 2 meseca brez kluba. To govorimo recimo o tej sreči, ne? Ali pa se ti pa čez drug dan pojavi neka ponudba. Ja, pravim, velikih igralcev je naredil karijere, recimo slabše, pa so bili bolj kvalitetni, recimo zdaj kot golmanov kot jaz, a pa veliko golmanov pa naredili boljše karijere, pa več zaslužili, pa so bili manj kvalitetni kot jaz. Tako da tukaj ni nekih pravil, recimo posebej na teh naših prostorih, ker težko ti zdaj narediš preskok iz Olimpije, ne vem, špansko prvo ligo. Moraš biti res dominanten, pa res kvaliteten, da bi lahko recimo to naredil. Ja, direktor... Šporar, kaj je do 17 golov pol sezoni šel v Basel, pa se ni mogel jih najbolj izboriti. Pa je pol mogel iti levo, desno, ne? Pa okrog, pa... Ja, ponavadi je tako, da greš v bistvu ti, da bi šel direktno v eno od teh top 5 lig, ne? To je že zelo majhna verjetnost. Slovenske lige, pa vsak let bo manjša možnost, ne? Sigurno. Ja, to lahko rešujemo z evropskimi tekmovanji. Če ti rata prideti not. Ja. Če si na mestih, ki ti vodijo Evropo. To ne bom komentiral. To pa je zdaj tema za neke druge zadeve, ampak dobro. Zakaj imaš tisto blazino tam? Da skrijem trebuh. Kar sem nekaj igrati, sem se zredil dobrih 25 kg. To sem dal tako. Kaj pa najraje ješ? Vse. A ni očitno. En kolego sem omenil, da grem na podcast snemati, rekel, a boš povedal tam, da si pojedel unga džafa te zavivke. Rekel, ja, ok. Rekel, ne, ta prav prijatelj si. Tako da ja, moram skrit, glej. In pa bo to na YouTube, pa folk bo gledal, tako da malo mi je bed. Se bojiš, da te ne bojo prepoznali. Ja,
Ker ful se bom sekiral, če me bo kdo prepoznal, pa ne. Ker se ful dam na to res. Mislim, jaz sem človek tak res, ker mi je čist, mislim, vsem. Se pravim, boljš mi je. Pa tudi se pravim, Ljubljana je tako, imel sem ena situacija, bila nedolgo nazaj, hodam po mestu, po centru in srečam Ibričiča, pa Džeko je bil z njim. Ker on vas sta neka botra, kuma, kaj sta, ni važen. Mislim, da je Džeko še v Fenerbahče je to igral. Da je bilo prejšnja polsezona. Imel neki rokobit, pa jaz Ibričiča že tako poznam, Džeko, ta sem v Sarajevo spoznal. Ja neko, kaj pa, on glih, edini je bil na telefonu, z Ibrotom govorim, rekel, pravim, glej, njemu je najlepši v Ljubljani. Njega pridete mogoče dva zraven, alo slika to, pravim, noben, on lahko hod kle gordo, prav kamorkoli drugam gre, on ne more v miru kave spiti. Veš, tudi to je bram, meni je to čisto vse, a me bo kdo prepoznal. Jaz imam raj, da me noben ne prepozna. Oziroma, zdaj posebej, ker že dolgo ne gram, pa me ni, ne. Pa sem tudi tako v tišini, sem zginul, ne. Prvo iz Sarajeva sem se vrnil v Ilirijo, bil sem tam 2 leti zaradi tega nekega projekta, ki je bil obljubljen, pa zgodbice, da bi bil zraven opet, pa ni šlo skozi, sem sam nehal, pač ni me bilo nikjer, nisem neki objavljal, zdaj sem pa nehal, mislim, vsak dela po svojem nekem občutku. Tudi vmer sem govoril, ne, da sem 50-50, a bom ostal v nekem trenerskem poslu, ko končam. Verjetno bi, da nisem dobil kle neko ponudbo za službo, s katero sem zelo zadovoljen in pravim, hvala Bogu, da mi je ratal. Sem se odločil sam čez noč za nehal. Imel sem še opcijo, da bi šel na Bravo za 1 let, oziroma malo dol, pa da bi pol tam bil nek trener. Ni mi bilo to. Trenutno ne. Zaenkrat nisem niti v malih možganih mi ni, da bi delal. Nikoli se pa ne ve. Ja, never say never, ne. Navadna, neka normalna pot je enega, ki konča kariero, da bo nekje ostal v športu. Mislim, jaz sem tudi faks spustil zaradi fuzbala, ker sem začel profesionalno igrati. Nisem, ok, ta diploma ti pomaga, ti ne, zdaj tak ni pravil več, ker recimo jaz pravim tako, ker sem jaz hodil v šolo, me je fotor govoril, sine, imej dobre ocene, da naš frizer, zdaj je frizer gospod, pa bogataš. A veš, mislim, čajti se spreminjajo, ta diploma faksa bi meni kje pomenila, ali ne? Po mojem, da ne. Veš, danes v bistvu kaj folk išče? Išče malarje, išče tele, ki bojo ploščice polagali, pa vodovodarje, pa štromarje. Ali pa moraš biti nek IT strokovnjak, da si nek računalničar orang, da bi tam služil denar, ker itak je zdaj vse to. Ja, razen če si to, da si nek hud programer, pa se prodaš v neko hudo IT firmo. Ampak drugače pa, a veš, nek ekonomist. Vse zato se pravim, jaz sem tudi, ker sem dobil to ponudbo za službo pri enemu prijatelju v firmi, sem rekel, zdaj, če grem še za 1 let igrati, pa to niti neki ne iz finančnega vidika, neki ni dober, pa veliko obveznosti, bil še trener v mlajših selekcijah, pa licence bi delal gor dol, sicer super zgodba, strani Brava zastavljena, ampak sem rekel, kaj če zdaj jaz bom še 1 let igral, pa mi mogoče bom imel spet poln kufer vsega, tukaj sem zamudil neko priložnost za normalno neko lepo službo, ker sem vikende frej. In tako, zdaj v teh 2-3 letih, odkar sem 3 letih skoraj, odkar ne igram, sem rekel, človek ne ve, kaj pomeni vikend. Tako, koliko je to pomembna stvar, da si vikend frej. Ti, ker si nogometaš, ti nimaš vikenda frej, imaš določen, kdaj greš na dopust. Takrat je pauza, takrat greš na dopust. Jaz bi šel pa takrat malo na morje, pa bi šel v septembra, ker ni gužva, ne. Kaj ti si v firmi, lepo mi je. Pravim, če bi vedel, da je tako lepo brez fuzbola, bi že prej. To zmeraj govorim. Tako da, Se ti zdi, da je tudi ta izkušnja, kjer so prej govorila, to prpelala do tega? Bolezen? Da zajemaš mogoče življenje z malo večjo žlico. Pa ne bom rekel, da mi je zdravljenje oziroma bolezen v tistem momentu spremenila, mislim, zmanjšala ljubezen do nogometa. Ampak enostavno vse te zadeve, pa to, kar je imel v Olimpiji, pa pol sem šel v Triglav igrati, da bi se vrnil v življenje, pa sem imel neke opcije, pa ti ni rata transfer, ker bi neki tudi zaslužil zraven. Pogreš po Sarajevo z neko idejo, sem šel v Sarajevo, da bi tam mogoče 1 let, 2 branil, 1 let pa pol, pa bi si iskal neko Turčijo gor dol. Razmišljaš kot igralec od nekih te zadeve, da bi tudi finančno se bolj preskrbel, pa se zgodi zdravljenje. Pa pol, začutil sem tudi pol, ker sem tam konc pogodbe bil, da nisem več na nivoju fizično tako. Že sem bil tudi čez 30, se pravim, tukaj sem govorila, enkrat vsi smo govorili, kad priješ čez 30, boš videl, kako začne vse boleti, ne, sem rekel, pa ja, ne. Pa dansko je res tako, kad enkrat, kad daš trojko od spredi 3-0, pa pol 3-1, 3-2 naprej, to skozi te neki bolejo, koleni, tetiva, hrbet, išija ste zagrab, ne moreš ustati.
Se pravim, pa sem na Iliriji to prišel z neko to zgodbo, so mi predstavili takrat ta Bedenene tenisač, da bo neke investitorje pripeljal, da bo to neka dobra zgodba, sem zaradi tega tudi ustrajal. Ne bi mi bilo pa verjetno tudi težko v tistem momentu, da sem takoj nehal, preden sem šel na Ilirijo. To sem tudi ustrajal 2 sezoni, sam zaradi projekta, ki je bil obljubljen. Ne. Pa pol ni bil na koncu peljan. Ampak tudi tako, te zgodbe, vsak je neki tok cajta, polet, a boš najdu klub, pa te kličejo menedžer, pa ti obljublja, pa čez 2 dni je karta, pogodba, vse je zmenjen. Spakiri se, pa sedi ne več. Vse te zadeve, sem rekel dost. Malo sem že neki bil trener, že na Iliriji sem bil vključen kot treniranje vratarjev manjših selekcij, mlajših, ampak tudi klej pol te zadeve, starši. 10-letnega otroka imam prav, ima moj otrok potencial. Pa 10 let je star, visok je 1,20 m, a jaz ne vem, a bo on pri 18 1,6 m, a bo 1,90 m, prvo že z tega vidika. A bo on sploh čez 5 let hotel igrati fuzbal. A se bo prvič zaljubil, pa ne bo več, pa bo punca rekla, ne greš na trening, greva midva v kino, pa bo on šel v kino. Mislim, Ja, ful je dejavnikov. veliko je vmes dejavnikov, pa leta in leta dela, da bi ti, on mene pred 10 letih vprašal, otrok 10 let star, a ima on potencial. Pa en starš, pa drug, pa mi se tam treniram s tamalimi, pride mi fotor, pa na ograji, tako vsi gleda trening. To so mehni otroci, jaz njega učim tehniko neko tam, plus, da recimo jaz bil trener vratarjev, ampak ta funkcija je tako podcenjena, pa premalo cenjena v Sloveniji, da tudi tako, že zaradi funkcije, finančno predvsem, ti moraš toliko nekih licenc narediti, toliko nekih seminarjev, predavanj, na koncu dobiš nekih par 100 evrov. Ti moraš delati. Jaz kot trener vratarjev bi mogel verjetno imeti šiht zraven. Če jaz moram biti 8 ur na šihtu, pa politi še za 2 uri trenirati male in tako 3-4 na teden. Kje je moj privat life? Nekdo, ki ima družino, otroke, karkoli, ti si po cele dneve, znači 8 ur v službi, pa na igrišču. Zakaj? Da bi dobil tistih par 100 evrov zraven. Mislim, jaz pravim, vsak evro je dobrodošel, ampak a si ti pripravljen celo življenje podariti temu, da dobiš par 100 evrov, ker ne ceni se iskreno se ta posel v Sloveniji zelo malo ceni. Preveč ti moraš dati denarja za licence, v klubi prvo v veliki meri sploh ne podpirajo, mislim, da te podpirajo finančno, da ti reče, mi ti bomo dali licenco, da plačeval. Ti moraš zmetati 10-15 tisoč evrov za licence, da bi dobil 1000 evrov plače, če jo dobiš pri članih, ne vem. Kakšen klub sigurno da več, ampak ti v slovenskem fuzbalu nimaš toliko klubov, ki bi ti dajali na trenerju vratarjev plačo, da ti lahko živiš samo od tega. Oziroma, da si profesionalc kot trener vratarjev v prvem moštvu. Mogoče prva liga, to druga liga, to pol jih je službe, pa pol trenerji. Oziroma, ne vem, kakšni klubi imajo 2-krat na teden članski nogomet, igraš imaš 2-3 na teden trenerje vratarjev na treningu. Spravim ti, če bi hotel da imaš nek cilj narediti neke vratarje, pa ajde, Slovenija je znana kao po dobrih vratarjih, pa tudi to ne vem, kako nam vratuje iskreno, koliko vlagamo v vratarje, oziroma v mlajših selekcijah, koliko se vlaga, kako mi sploh spelemo, da imamo še, ne vem, v enem momentu sem imel 2 vratarja na res vrhunske, med top 10 recimo v svetu, če rečemo, pa zdaj imaš zmer se nekdo najde, ampak ti bi mogel od U15 kadetov mladincev imeti vsak dan trenerje vratarjev zraven na trening, koliko imaš pri članih, ampak malo redko kakšen klub si lahko to prvošči. In zaradi tega se pravim, teh vseh zadev sem rekel, gremo iz fuzbala za neki čas. Pa ga ne pogrešam, tako da smo se tako ne pogrešam. Če zdaj se bom sam nazaj vrnil, čez tekom tvoje kariere, kjer igralce na tebi največji vtis naredil? Lahko zbereš enega. To je vprašanje z razlogom je postavljeno. Zdaj bom tako rekel, jaz sem z Džermo. Ja, vidva sta kolega, ne? Midva sta privatca družba, midva sta odrasla v istem naselju, midva sva od mehnega praktično, on je 2 let starejši, ena generacija recimo v teh mlajših selekcijah je on, pač jaz, ko sem kadet, je bil on mladinc. Ampak se je pol tudi zgodila zgodba, da so bila olimpijska in midva praktično celo življenje sva nekako povezana. In jaz ne morem njega izpostaviti recimo v tem primeru. Rujk je bil eden takih, ampak Rujk je hitro šel iz Olimpije, mi smo tudi tako, privat smo prijatelji, pred Olimpijo smo se družili, take zadeve. Recimo Džerma je nek tak igralec, ki je tudi
bil v slabih trenutkih z mano, pa jaz v njegovih slabih in sva skozi nekako povezana. Recimo, spomnim se njegove tekme, ko se je vrnil po poškodbu, on je imel hudo poškodbo, zadnje križne, dal, ne vem, prva tekma, ki jo je začel, mislim, da po poškodbi, ki je dal 2 gola. Prvi gol je tekel Pavletu v objem, ker je Pavle vso rehabilitacijo delal z njim, drugi gol je tekel meni v objem, ker sem takrat meni je takrat solza šla sama, ker vem, koliko je njemu to pomenilo, pa kaj je dal skozi, pa da sta bila midva skozi, se pravim, toliko sva povezana, da njega ne smem ga pozabiti, res v tej zgodbi, tako, bo rekel, on je nekako, cel cajt je kle zraven in nek pečat je pustil tako, v mojem življenju, v moji karieri je tako zraven. Tako da njega bi recimo izpostavil, zdaj sigurno se znajde še kdo, ampak če moram enega, bi pa njega dal. Hotel sem te, to vprašanje sem dal zaradi tega, ker boš zdaj... En kviz boš imel, ne? Vem, kaj me čaka. Ja. A si ready? Pa dobro, veš, kaj ne vem, koga si mi pripravil, zdaj tako. Nisem ti jaz. Aha. To Opta pripravljam. Še to slabše. Ampak je ziher koga, ki je tako bil povezan, ki je v veliki meri z mano. Ej, dobro, deva se presenetiti. Deva, jaz sem zabran za... 5 namigov, vse veš, standard zadeva. 5 namigov, prvi je najtežji, potem pa čez dalje lažji. Ok, ajde da vidimo, koliko poznam svoje bivše soigralce. Če je nekdo, ki je z mano igral, verjetno ne? Ajde, dobro, ne bom, povej. Je eden najboljših nogometašev Olimpije v zgodovini. Pred dnevi je bilo natanko 45 let od njegovega debija za Olimpijo. Potem predvidevaš, da ni bil tvoj soigralec. Tako. Ja, dobro, če sem jaz bil 20. A si kje Opto spremljal? Slabo, mislim, zadnje cajte, prej, ampak zadnje cajte, se pravim, recimo, veliko sem izven slovenskega fuzbola, tako rečem, med narodi še spremljam slovenski res občasno, tako da sem čist izven forme. 45 let od debija. Ja. Znači, on je star 65, verjetno. Ja. To je bilo 65. Ne vem. Naslednja. A je v ekipi? Daj saj butan. 65. A daj da vidim, mogoče se ti... Oblak. Kdo? Brane Oblak. Ne, on je starejši, se mi zdi. Sem mislil, da boš mogoče zadev. Neč drugi. Se pravim, to mora biti še 60 star, če ima 45 let od debija. Ja. Ajde, te. Čudem se mi nekaj vprašal, lahko da je Katanc. Za Olimpijo ima... A je? Zdaj ne vem, ali štejem to že, ja, po prvemu namigu. Ja, gled. Škaj, rešil si me, ker si pogledal mojih 11. Malo sem ti... Se pravim, razmišljam, kdo mora biti nekdo, že kar oran čez 60, ne? Katanc je, ja. Katanc. Z prve. Z prve. Dobro, ok. Z mečken moje pomoči. Ja, ne, kar dost. Ker, ko si pogledal, sem vedel, da je nekdo izmed prvi, Elzner je že pokojni, ne? Ja. Cime ni toliko star? Ne. Cime je tam... Ne, on je... 50 plus. Ja, ampak sem še bil, tisti zadnji Cimetovi sezoni, sem bil že zraven, tako da 45 let od debija ni toliko. Špoki ni toliko star. Prosinečki ni, on je debitiral, da je igral z Olimpijo tista sezona 2-3, 2-4. Ja, ok, 20 let dobrih nazaj, recimo. Tako da ni. Ja. Ni bilo neki več, rešil si me, ker si pogledal. No? To je bil še dodaten hint, to je bil 5 plus hint. Ja, to je bil 5 plus hint. Tako da ajde rečel 4,5, ko bo rekla. 4,5 sem že zadel. Zdaj bom jaz samo ostale prebral. Ok. Za Olimpijo ima toliko nastopov kot ti, ampak 10 zadetkov več. To sigurno, to sigurno. A bi to vedel, a bi ti to kaj več povedal? Ne. 84 ga je prestopil v Dinamo iz Zagreba in nato v Partizan. Mogoče, kle, recimo. Iskreno mogoče. Prečetrtno bi ziher vedel. Sampdorio je osvojil italijansko prvenstvo. To sigurno. Pokalnih zmagovalcev. Kle bi bil 100% da je on.
Pa pol, da bil je selektor Slovenije, ki je spisal našo nogometno pravljico. Zdaj bom jaz tle sam disclaimer, veš pa že pred snemanjem sem rekel, da bom povedal, da sem v prejšnji epizodi napačno rekel, da je edini Slovenc, da je osvojil Ligo prvakov, ne. Sem rekel, mogoče tim že hint dal, da bi bil skriti igralec. Sem pričakoval nekoga, ki je bil v nekem temu mojem obdobju. Ponavad da, ampak zate pa, ne vem, malo hotel preizkušati. Sem mislil, da bolj poznam zgodovino, ampak ne vedel, da ne spremljam ta več fuzbala. Veš, pa vse pozabaš, ne. Veš, se pravi, vmes kaj prebereš, pa malo vidiš zadev, ampak če nisi toliko upet, posebej Opta je tako upet 24 ur, vse 24. Ja, Olimpijo pa Chelsea, ne? Za Olimpijo razumem, ampak za Chelsea pa... Ama tudi tako zgodovino, kaj za Olimpijo vse napisano, nima? Ne, to mislim, da nima, da za Olimpijo ne, ampak... Kaj bo pa napisal za zgodovino Chelsea, da je prosim? Ne, vem pa, da je lastnik igrišča. Veš kaj, to, kam ješ to... Oni imajo zdaj neko posebno ureditev, ne, da so navijači lahko nabavili... en del igrišča si lastnik. In pol ima on, ne vem, pa če en delaš, ki je dal, ne vem, 100 funtov ali 100 evrov. Ja, lej, klinc, vsak ima svojega. Ja, gledam, mislim, jaz sem navijač Reala, tako da. Navijač Olimpije, Sarajeva pa Reala. Vseh treh. Olimpija, pač ne. Ja, dobro, to je... Normalno. Real od otroštva že, Sarajevo pa, se pravim, zaradi izkušnje, morem pozabiti neki, jaz sem tak človek doželjen, ne pozabiti nekih stvari. Posebej, se pravim, v najtežjih trenutkih, kdo je bil zraven. In oni so bili res, oni so, tudi se pravim, govorila sem že o tem, rekla, kar klicali so me tudi med zdravljenjem, skozi. Pa en od zdravnikov, pa nekdo iz kluba. Če bo karkoli treba plačati za zdravljenje, ni cifra, ki je pač, povej, se neko ne, klemo mi, hvala Bogu, vse zagotovljeno v Sloveniji, tako da, kar se tiče tega ni skrbim, ampak se pravim, te stvari jaz in da tako se pravim, spremljam rezultate Olimpije, Sarajeva, pogledam tudi kakšno tekmo, da zdaj ne gledam nič, ampak recimo, to so neki 3 klubi, ki so pač 2 kluba, ki sta del moje kariere, mojega življenja, pa pač normalno. Ena otroška ljubezen. Tako, ja. Dej, sploh mi še ni ratalo to, da sem v glavnem zadnjič narobe rekel, da je osvojil Ligo prvakov. Si rekel že na začetku? Ja, nisem rekel. Ne, to sem rekel v prejšnji epizodi. Pa sem narobe povedal, ker je igral v finalu, ni jo osvojil, ampak je osvojil, se pravi, pokalnih zmagovalcev. Rekel si, ker si naredil vod, si tako rekel za srečka, da si naredil napad. A res? Ja. Shit, se boš videl na posnetku. 3-krat si zdaj že govoril o tem. Ale, hotel sem za zihar. Ja, gledaj, dobro. Ne, mislim, da si rekel. Ja, dobro, nima. Še zadnje dejanje, Ajde. Ki ga ne bom jaz. Jaz bom mogel kaj. Ja, Delamea, ne. Aha, on je meni. Delamea ti bo dal vprašanje. Aha, vprašanje mi je dal, ja, okej. Tako da... Si rekel, a je vedel, da sem jaz gost? Ne. Dobro, pa ne bo nekaj težkega. Ker ziger, jaz sem kakšen, on bi ziger zelo neko težko vprašanje postavil, če vedel, kdo je naslednji gost. Moje vprašanje za naslednje goste je, po tvojem mnenju, kdo je najboljši nogometaš Slovenije vseh časov? Slovenija vseh časov. Še kako težko je, recimo, lažje povedati za nekoga, ki si ga ti gledal. Recimo, jaz se ne spomnim, kako je igral Srečko, kako je igral Brane, ker so to... On je, vidiš, da je Srečko je debetiral 45 let nazaj, jaz sem star 36. Škaj, po mislih, po možganih se mi vrti eno ime, ki ne bi bilo lih primerno, da ga v tem podcastu omenjam. To, stari, majstore. Vem, koga imaš. Veš, koga imaš. Ja, verjetno vsi mislijo, ampak glej. Ne boš... Ne, govorim ti iz perspektive... Stari, ga mogo rezati, stari. Ne, govorim ti iz perspektive, da od tistih teh igralcev, ki sem jih jaz gledal. Ja. Veš. Okej, Jan Oblak. Zaradi karijere. Ker je, koliko je zdaj že, 10-15 let? 10 let sigurno, če ne več. On je bil, ki je bil 16, je šel v Benfico. Ok, ampak recimo zdaj govorimo o Atletico Madridu. Po mojem je, da tam ene 10, ne? Sigurno. Točno ne vem, ne? Na najvišjem nivoju. Ja. Pa ni igralca v Sloveniji, vsaj jaz ne vem, da je, ki je bil toliko časa
na takem nivoju. Pa, Samir Handanović je bil še blizu. ampak on... Samir je bil dolgo v Udinah. Ja, to pa je v res. Interu, koliko? 5-6 sezon. To je res, ja. Mogoče, Ja. Jan je pa Inter, koliko je Sarma, ki je Jan ni veliko svoj recimo z Atletikom, ampak je pa skozi, španska liga, to so top 3 klubi, ti poleg Barcelona, Reala, ok, Atletico je tam 3. klub, ampak tudi tako, na evropskem nivoju so oni zmer nekje v vrhu. Ja. Na koncu polfinale lige prvakov 2 dni nazaj, oziroma par dni nazaj. Tako da zaradi nekega trajanja na tem nivoju, recimo Janu, tako bom rekel. Drugo to ime sploh ne smemo imeti, ampak govoril, da veš. Da si dal med vrsticami. Ja, kakorkoli, na koncu je treba biti pošten pa oddati priznanje za neke karijere, tudi če nekdo z nasprotne strani, recimo, pa ni toliko zaželjeno slišati njegove ime v tem podcastu, ali pa če v kakršnikoli zgodbi povezani z Olimpijo, ampak je pa nekdo, ki je pustil pečat v slovenskem fuzbalu, hotel mi priznati ali pa ne. Se strinjam. Ampak prejem boš preveč šel tam naprej. Ok, kaj sem končal? A bi rad še kaj povedal? Ne, vem, da bi rad kaj povedal. Mislim, jaz seš, da sem fuz govoril, ampak tako, rajmam, če me ti vprašaš, pa pol se jaz razgovorim, tako da, po moje je bilo dost. Je bilo dost? Ne vem, to... Boš še kdaj prišel? Tam moraš imeti druga vprašanja. Ja, bo, ki drugi. Enkrat bi mogla tako narediti, da ti povem vse neke anekdote skozi Olimpijo, prav tako, ker tudi z drugih strani, ki sem jih slišal, ne vem, iz uprave, poznam jaz teh dosti zgodbic tako. Kaj se je dogajalo z Izetom, pa koliko ni poznal kakšne igralce, pa... Veš, parc tu prihaja. Tako, nekaj pol urce, neformalno. Neformalni? Tako, ne pred kamero. Lahko. Ampak da nisem jaz tok lepo govorim, ampak da lahko tako govorim, veš, kakor da je bila nekje v kafiču na kavici. Vse so dala skozi, vsaj neki tisti osnove neke zadeve skozi življenje, kariera. To je to. Hvala ti. Hvala tebi. Ful sem vesel, da si prišel. Majster borc je, res si borc. Hvala še enkrat, hvala se pravim za povabilo, hvala, ker se je nekdo končno spet malo spomnil name, pa nisem pogrešal, ampak je lepo, ker se nekdo vsem po takem cajtu spomne na te. Pa, veš kaj, to je namen tega podcasta, veš, da daješ ljudem, ki so dali temu klubu neki. Tako, čim ste Knausa ven iz nekje potegnili polenko, da ste se res potrudili. Njega pa smo. Njega res ni bilo dolgo tako nikjer, tako da... Zdaj pravim, lepa zgodba, lepo zastavljen, pač neka zastavljena ideja, tako da gurite naprej. Hvala še enkrat. Hvala tebi. Koliko čistih mrež je uspelo Elvisu pri Olimpiji? Odgovor lahko date spodaj na linku.